Dobro večer, jaz vas lepo pozdravljam, moje ime je Marko Zajec, z Inštituta za novejšo zgodovino in sem eden tudi izmed udov zgodovinskega društva Ljubljane, čeprav ne tisti mogoče najbolj dejaven, to je recimo del moje dejavnosti. Veliko veselje mi je, da bom napovedal predavanje dr. Leva Centricha z naslovom Najboljši ponaredki velike oktobrske socialistične revolucije. Če mi dovolite, bom najprej povedal nekaj besed, mogoče še kakšen odstavek o našem gostu, ki bo danes predaval. Dr. Lev Centrich je zgodovinar in sociolog, zaposlen na Inštitutu za civilizacijo in kulturo v Ljubljani, je član programskega odbora Sofije in uredništva Borca. V enem stavku, kot sam sebi je opisal, se ukvarja z zgodovino delavskega gibanja, političnega katolicizma, fašizma in agrarnega vprašanja, skratka ukvarja se z veliko vprašanji. Doktoriral leta 2010 na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani s temo Znanost, filozofija in ideologija na Slovenskem 1941-1945. Leta 2011, jaz sem še zmeraj v 20. stoletju, se pravičujem. Jaz sem 9. Napredoval iz 19. do 20. Leta 2011 je išla njegova knjiga pri založbi CF z naslovom Marksistična formacija, zgodovina ideoloških aparatov komunističnega gibanja 20. stoletja. Če sem to povedal, rajši še avtorji malo pogledali, da pokima. Zdaj, kako bi predstavil njegovo delo? Meni se zdi, da je v slovenski komunistični družboslovni javnosti predvsem Lev Centrich uveljavljen kot pisec spremnih besed pri prevodih zgodovinskih socioloških klasikov. Tukaj je, mislim, da naredil res kar veliko delo. Izpostaviti je potrebno recimo tisto, kar je meni najbolj padlo, spremno besedo klasičnega Hobsbawmovega dela Razbojniki, prevod v slovenščini, spremno besedo pri knjigi Kmečke vojne 20. stoletja, ki je napisal antropolog Erik del Wolf. Za sodobno slovensko zgodovino je več kot relevantna spremna beseda v knjigi Ellen Maxine Wood od državljanov do gospode, socialno zgodovino zahodne politične misli od antike do srednjega veka. Centrichova spremna beseda pa se ukvarja predvsem z zgodovino tranzicije na slovenska, še zlasti je zanimiva tudi njegova mnenja osebno, to govorim tudi o svojih analiza slovenske intelektualne opozicije v 80-ih in kontekstualiziranje tega na to zgodovino politične misli dolgega trajanja te avtorice. Seveda, poleg tega, Centricha zanima tudi sama narava jugoslovanskega socialističnega samoupravljanja in seveda tranzicija. Njegov obsežen članek z naslovom The Road to Collapse, The Demise of the League of Communists of Yugoslavia je leta 2014 objavila fundacija Rosa Luxemburg v seriji Research Paper Series of Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe. Po mojem mnenju je to zelo poglobljeno pregledno delo, ki bi si zaslužilo še večjo prepoznavnost v slovenskem prostoru. Meni je bilo še zlasti potrebno izpostaviti avtorjevo analizo delovne organizacije, avtomontaže in njenih tostov. To je meni včasno tudi zanimivo za samoupravljanje, socialistično samoupravljanje zelo všeč. Drugače je avtor zelo aktiven tudi družbeno, je tudi že dolgo poznan kot eden izmed sotrudnikov Delavsko-pankrske univerze, te institucije civilne družbe in tudi javnosti, ki je dosti naredila za razvoj teorije in tudi zgodovine. In iz tega, ki je izraslo v Inštituta za delavske študije, zdaj pa povedali, še zmeraj sodeluje. To niti ne. To niti ne. No, saj, ni važno. Pravilno sem uporabil v pretekli. Seveda, ob stoletnici oktobrske revolucije je naš gost se spravil prevajati kar samega Lenina, to iz ruščine, oziroma zdaj na predloga. O tem bom mogoče kaj več povedal. In nastalo je delo Država in revolucija, to je Leninovo delo, oziroma naslov zbornika je Država in revolucija in drugi spis je za leto 1917, ki je šlo pri studiji Humanitatis letos. Seveda je poleg tega napisal, poleg Jožeta Vogrinca, tudi poglobljeno spremno študijo, ki je zelo priporočam. Pred kratkim pa je šel slovenski prevod klasičnega tega revizicionističnega dela o ruski revoluciji. Boljševiki prihajajo na oblast revolucije leta 1917 v Petrogradu, ki je napisal Aleksandar Rabinovič in katere tudi lahko vidite tam na otroških stolih.
in je mogoče tudi kupiti. Ne bom tukaj ekonomsko-propagandni program, zato izvrstno delo Lev Center, ki je prispeval spremno besedo z naslovom Vulgarni marksizem in oktobrska revolucija. Lev, beseda je tvoja. Ja, hvala, Marko. Hvala za to predstavitev. In še prav tako velika hvala, ne za to prijatno povabilo na predavanje. Hvala seveda tudi Zgodovinskemu društvu Ljubljana za to. Skratka, ja, tema moja kompletna ne bo vezana na oktobrsko revolucijo. Jaz sem bil v osnovi tukaj zaprošen, da pripravim nek pregled dogodkov, ki so v Rusiji leta 17 pripeljali do oktobrske revolucije. Jaz bom to tudi naredil in sestavil sem kronološki pregled, prav po mesecih, pričenši od januarja, konec pač za oktobra. Zdaj, moj način obravnave bo pa takle. Kratka, ko bom jaz obravnaval te dogodke, se bom pri določenih momentih, ki so zanimivi, posebej pomembni ustavil in bom povedal, kako jih je obravnavalo zgodovinopisje. Skratka, a so bile interpretacije v redu, a so bile napačne in podobne zadeve. Skratka, pa tudi pri kakšnih anekdotičnih momentih, ki se pojavljajo v zvezi s temi dogodki. Seveda največjo pozornost ne bom namenil tudi oktobru. Skratka, tukaj bo prišlo obravnavanje na licu mesta pri konkretnih problemih, bom uvedel posamezne zgodovine. Zdaj, tukaj jasno obstaja nek, že na začetku, velik problem. Ta literatura v zvezi z oktobrsko revolucijo je ogromna. Kome je pač obvladljiva. Zdaj pač, treba kome dodati, da pač glavno vlogo je tukaj vedno imelo pač bilo najmočnejše nekako anglosaško zgodovinopisje v zvezi s to temo. Zdaj, zelo nasplošno lahko rečem, da je že desetletja trend v tem anglosaškem zgodovinopisju to, da prevladuje v njem nekak žanr kulturne, tiste politične in nekak kulturne zgodovine na nek način. To se pravi, ki standardne razlage dogodkov dopolnjuje recimo z nekimi novim zabavnim bralstvom pač všečnim materialom. To je nekaj podobno. Samo še reči, da je danes odločilna, da se danes govori samo o kulturni zgodovini, da je to samo recimo zgodovina vsakdanjega življenja in te zadeve, ampak tudi tisti, ki se ukvarjajo z politično zgodovino oktobrske revolucije, recimo so zelo vezani na to, kaj se je razvijalo v 70-ih pa 80-ih na tem področju kulturne zgodovine. Skratka, radi, kadar govorijo o politiki, recimo, o političnih dogodkih, radi zraven lepijo take dogodke iz vsakdanjega življenja, ker želijo biti pač zelo berljivi, recimo. Kratka, del tih avtorjev, recimo, omenjam Kotkina, njegovo monografijo o Stalinu, to je sicer napovedana velika trilogija, ampak v prvem zvezku pač je en velik pomemben del namenjen tudi pač oktobrski revoluciji. Zato bom brez Kotkina danes v tem kontekstu tudi precej omenil. Zdaj, Kotkin je eno takih avtorjev, recimo teh ameriških, ki so v bistvu že čist cinični, recimo tistih velikih debat, vprašanj, ki so bile v času hladne vojne tako vezane na oktobrsko revolucijo. Skratka, vprašanja zdaj, ali je iz tega šel nek totalitarni režim. Zdaj, v kakšnem smislu se iz tega porodil režim, ki je bil absolutno nekompatibilen z nekimi sodobnimi, vzdržnimi oblikami pač demokracije. Kratka, Kotkin jasno registrira v svojem delu pač vse te zadeve, pač upozori jasno, govori o ruski družbi, o ruski politični sceni, jasno v bolševizmu, v njegovom režimu, ki iz tega je šel, da je pač s to zahodnjaško tradicijo pač bil nezdružljiv, ampak to pri njemu nekaj vse bolj drugotnega. Zdi se mi, da on, pa ne samo on to nekako umešča zraven kot iz neke navade. In pač podobno tudi njegove ostale interpretacije teh dogodkov so dovolj standardne, recimo. Ampak to, kar naredi, pa da doda kakšen zanimiv material, recimo, kakšne anekdotične momente, recimo, kakšne stvari, ki jih je najbolj v arhivskem pač materialu. Skratka, njegova stvar je, da pač hoče ustvariti čim bolj zabavno zgodbo, da je to za njega bistveno pomembnejše, recimo, kot sama velika, ki se ukvarja z velikimi vprašanji. Po drugi strani Fajc, ki ga bom tudi pač se nam ga referiral, se pa še vedno, recimo, samo na bela tragedija ljudstva, recimo, je pa še vedno vključeno premljevanje pač teh velikih vprašanj, kaj je za liberalizmom, civilno družbo, Rusi in te zadeve. Zdaj, potem imamo tukaj tudi recimo levičarske avtorje, kakršen je bil leto zelo popularen China Neville, pač njegova knjiga v oktobru. Na njega bom tudi recimo bom marsikaj o njemu povedal.
On recimo pač premleva sicer tradicionalne počiste debate o problemu stalinizma, ki so nekako šle iz oktobrske revolucije, ne? Ampak v glavnem je pa njegov glavni postopek v bistvu pripovedovanje zgodbe. Recimo, ni v prvem planu v njegovem modelu, da bi se stavil nek problem, ki bi ga hotel razrešiti, pa da bi to nek njegov rdeče nit, ampak želi pač pripovedovati zgodbe. Pač moment, ki drži njegovo dejansko rdečo nit, so razni beletristični pač vložki, ki predstavljajo glavno rdečo nit njegovega dela. In o tem bom tudi precej pač povedal, taki literarni momenti, anekdotični momenti, ki so predstavljeni kot realnost. Bom pokazal, kaj to pomeni. Zdaj, na robu te anglosaške tradicije obstaja precej zanimivih avtorjev, kot so Lars Lih, recimo. Za njih, jaz najlažje rekel, da je to neke vrste leninologija. Nekaj podobnega, kar sem imeli pri nas v Jugoslaviji, pa pri Sloveniji, recimo, edina oseba, s katero bi primerjal, je recimo Marjan Britovšek, recimo, ki so natančno pravi, oziroma jih je zanimalo, kaj Lenin v resnici je rekel, recimo. Tako v anglosaškem svetu zgodovinopisu je nekaj takih osebnosti, ki še vedno zelo natančno hodijo v Leninovi spise, zelo natančno jim zanima njegovo stališče do politične stranke. Pa je Lenin govoril o socializmu, ni govoril v času oktobrske revolucije, ampak to je pač neka scena, ki je v bistvu dosti pač marginalna. Ne? Zdaj, kot rečeno, nekatere te interpretacije bom jaz opozoril sproti, ko bom govoril o dogodkih. Ne? Ampak jaz sem se danes odločil, da še en poudarek tukaj, v bistvu nek dominantni, kar bo mogoče koga presenetilo. Danes bom govoril tudi o tisti interpretaciji, ki danes nekako izpade iz spektra, bodi si je nihče ne jemlje resno, je že dolga leta pozabljena. In tudi, ko gledamo avtorje, recimo zgodovinarje, danes anglosaške, redko še se kdo nam referira. Zanima me bo tudi, kaj je sovjetsko zgodovinopisanje, po raznih obdobjih po oktobrski revoluciji, govorilo o oktobrski revoluciji pač sami. In sicer to bom naredil iz preprostega razloga, ne, kar nam to zgodovinopisje pač marsikaj pove, ne, o epohi, ki je šla iz oktobrske revolucije. Skratka, kako je pač nek režim, ki je nastal iz revolucije, pač kasneje mislil svojo preteklost. In pač mnogi njegovi problemi so na tak način razvili. Jaz sem namreč na temo oktobrske revolucije imel že 2 predavanja. Ne? Eno je bilo bolj na temo politične zgodovine, eno bolj na temo socialne, agrarne zgodovine in pač kmečkih uporov. V obeh primerih nisem govoril samo o oktobru, o dogodku, samo kaj se je zgodilo v Petrogradu, ampak sem vedno povedal neko predzgodovino politike ali pa recimo predzgodovino pač agrarnih problemov carske Rusije v nekem daljšem razdobju. Danes bom mnogo bolj specialističen, ne bom mnogo bolj govoril o letu 17, vendar kljub temu bo pa glede na to, da bom govoril o tem, kaj so zgodovinarji recimo povedali, kako se je percipirala ta zgodovina, bo vendar le tukaj neka kontinuiteta na kasnejšo obdobje. Skratka, bomo imeli tukaj v zadnju vsaj določene točke, ker bo možna debata o režimu, o sistemu, ki je izšel iz te oktobrske revolucije. Skratka, celo v tem primeru, ko bom šel bolj na dogodke, ne, na leto 17 bomo imeli v debati neko možnost, da bomo pač govorili tudi za oktobrske revolucije v nekem daljšem časovnem pač razdobju. Zdaj, glede na to, da je to sovjetsko zgodovinopisje prilično pozabljen žanr, kot rečeno, skoraj nihče se s tem ne ukvarja več, je v njem, moram vse malo, preden grem na dogodke, nekaj malega pač o njemu povedati. Ne? Zdaj, nekako obstajajo pač 4 obdobje v tem zgodovinopisju. Zadnji od teh je čas perestrojke, pa pač se nadaljuje pa do 90. O tem jaz pač danes ne bom kaj dosti povedal. No? Se bom fokusiral reči na 3 druga obdobja. Prvo je bilo recimo takoj že po oktobrski revoluciji in se nekako konča v sredini ali pa drugi polovici 20 let, že zelo malo se konča. To je čas recimo, ko izide mnogo spominov neposrednih participantov v revoluciji, se izdajajo že prvi dokumenti iz tega obdobja, se izdajajo recimo, prva izdaja recimo zbranih Leninovih del, in to je treba vedeti, izdaje Leninovih del v Sovjetski zvezi, nikoli samo izdaje pač nekih tekstov, ampak so vedno zraven neke opombe, neki komentarji, ki v vsakem trenutku, ko se izdajo, pač izpričajo neko stališče, neko kanonično pač stališče o Leninu, oziroma v času, v katerem je on živel, recimo. Ne? In takrat je recimo imamo tudi v 20 letih imamo poskus vzpostavitve nekega novega marksističnega zgodovinopisja. To je šola pač Pokrovskega, ki je imela pač zanimiv eksperiment. Pač po eni strani v redu, no, bi poskušala ustoličiti neko zgodovinopisje, marksistično, ekonomsko, zelo deterministično, po drugi strani se je pa eksplicitno zadala, da bi stvarila nove zgodovinske sinteze, kjer bi izključili velike zgodovinske osebnosti in poskušali govoriti izključno o vlogah množic
in njihov refleks na ekonomske fenomene v družbi. Pač eno tako delo tega Pokrovskega imamo v srbščini, v sredi 30-ih je šlo zgodovina Rusije. No? In imamo pa v tistem času že začetek, recimo, zgodovinopisja o partiji, skratka v zgodovini delovskega gibanja pa bolševiške partije. Imamo enega zelo zanimivega zgodovinarja Čkalova, ki pač govori o zgodovini bolševizma pa socialdemokracije in je zelo drugačen kot v kasnejših obdobjih. V kasnejših obdobjih od Stalina naprej se bo vsa zgodovina presojala glede na to, kaj je Lenin v eni stvari rekel meni. On pa ne, to je pa še prva generacija, ker so pač te zgodovinari tudi še aktivisti, ne, in presoja recimo akcije pa dejanja kakšnih marksističnih koroškov, socialdemokratskih skupin, recimo v 90-ih letih iz stališča, a so bili njihovi teksti recimo politično interpelativni, a so koga zagrabali recimo, ne. Skratka, ni tisti normativni, pač kar je rekel Lenin, recimo, to je v redu, to je narobe, ne, ampak je v bistvu nek tak, v bistvu pač še tak zanimiv moment, ne. No, zdaj prihajamo pa v drugo obdobje, ki traja od konca 20-ih ali od srede 20-ih, kako razumemo, ne, do srede 50-ih. Ne, to je pa pač Stalinovo obdobje. To je pač šolo Pokrovskega pač takrat uničijo. Skratka, ponovno v zgodovinopisje vrnejo velike zgodbe in velike zgodovinske osebnosti. Tukaj se Leninova vloga dokončno ustoliči pač kot glavnega voditelja oktobrske revolucije, vendar mu zraven dodajo pač še Stalina, kot so voditelja, kot njegovega alter ega. Skratka, kot je recimo druga internacionala v socializmu vzpostavila dvojico Engels, ne, je tukaj čas tretje internacionale vzpostavi drugo dvojico, to, kar je bil za Marksa Engels, ne, postane Stalin za Lenina, skratka, ne. In pač tukaj pride do falsifikacij zgodovine, recimo, tudi zelo grobih pomeni v veliki meri tudi izgon Trotskega iz zgodovine, njegove vloge iz oktobrske revolucije, oziroma koliko ga pa ohranijo, njemu dajo pa jasno najbolj negativno mogočo konotacijo, kar si jo pač lahko zamislimo, prav tako pravlično, in do teh primerov bomo pač tudi še prišli. Skratka, tukaj se bom jaz referiral zlasti na dva dela, primer stalinskega zgodovinopisja. Oba imamo v slovenskem jeziku. Prvi je tist slavni, razopiti, kratki kurs zgodovine VKPB, ki je išel pač konc 30 let v Sovjetski zvezi, 38-39, in so ga komunisti slovenski tudi že preučevali tik pred vojno, to v tem piše kolegica Vida Deželak-Parič. Od teh zadevah prvič so ga pa natisnili v Kočevskem rogu v tej tiskarni CH-ja leta 1943. S tem, da izdaja, ki je šla po vojni 46, je bila malo drugačna kot tuna iz roga. Jaz sem v času, ko sem za doktoratno gledal različne izdaje, sem videl, ne, da pač v prvi izdaji med drugo svetovno vojno je še referenca na ljudskega komisarja za notranje zadeve Nikolaja Ježova. To je glavnega organizatorja čistke, za katerega piše, ja, tik pred revolucijo je to Sodrug Ježov organiziral delo vojake na fronti. Ne. Zdaj v novi zdaj 46 Sodruga Ježova nikjer več ni, ker so vmes izvedeli, ne, očitno ne, ni nekdo namignil, ne, oziroma so dobili novi prevod, da so drugi Ježovi nekam šel, da se nekaj z njim zgodilo. Skratka, so te vrstice pač lepo izbrisane, ne, in so druga Ježova pač nikjer ni, ne. Potem je recimo druga knjiga, o kateri bom govoril pa še več, ne, je pa naslovna Velika proletarska revolucija. Šla v slovenščini leta 47, v Sovjetski zvezi je šla med drugo svetovno vojno leta 1943. To je bil del velikega projekta, tu si govorimo o kratkem kurzu VKPB, ne? Ampak to je bil pa bistveno ambicioznejši projekt. In tudi v močni akademski sestavi bil mišljen v okviru projekta Zgodovina državljanske vojne v Sovjetski zvezi. V bistvu koncept so imeli zanimiv, ne, ker so pač že od februarske revolucije ne, zastavili, da je to začetek državljanske vojne, ne, ki se konča recimo potem v 20 letih. Je to 5 zvezkov. Za časa Stalina sta šla prva dva. Prvi obravnava od februarja do oktobra, drugi obravnava pa pač, mislim, do septembra. Ta drugi zvezek se pokvarja samo za oktobrsko revolucijo, ki ga imamo v slovenščini. In to je zanimivo, to je še vedno najbolj podroben opis oktobrske revolucije, kar ga imamo pač v slovenskem jeziku. Ne? In zdaj, značilnost obeh dveh del je, ne, in kratkega kurza in tega je, ne, da je bil pisan za široke množice. In je poln beletrističnih momentov. Vsi pač po naredki, recimo, ne, kar obstajajo, kar jih ni, ne,
pač so z neko pripoved, ogromno je zgodb iz vsakdanjega življenja. V bistvu nek način, podoben socialni zgodovini pa kulturni zgodovini, samo da niso toliko ni vsakdanjega življenja navadnih ljudi, ampak je vsakdanje življenje voditeljev, recimo, kako je Lenin se odpočil, pa si dal knjige pod glavo. In cela vrsta takih razumnih momentov, ne, ki naredijo delo izjemoma berljivo. Vsa ta dela se blazen dobro berejo. Kratki kurs VKPB se skoraj bere kot detektivski roman na nek način. Žal že na začetku povedal, to so slabi fanti in kdo po nekaj koncu so probal izdati revolucijo med državljansko vojno narediti, to in to jasno Trotski in ljudje okoli njega, ne. Ampak zadeva je to kot neka detektivka sestavljanja. Pač tisti, ki so to delali, ne, to so delali ugledni zgodovinarji. Skratka, ta recimo velika proletarska revolucija je akademsko delo. Ima od zadaj recimo ogromno navedene literature, zgodovinskih virov, sklicevanje na dokumente, stvari so pač temeljene, pač delali so to zgodovinari, glavni, ki to pisal, je bil Jaroslavski, to je pač Stalinov uradni zgodovinar, ki se ga šteje tudi kot uradnega avtorja kratkega kurza, ne? Pa še mlajša generacija, to je bil Minc, Pospelov. Imena teh dveh ljudi se splača zapomniti zato, ker so oni igrali odločilno vlogo v kasnejših obdobjih, v post-stalinskih, ko so delali revizije te stalinske zgodovine, skratka, revidirali so samega sebe, skratka, takrat kot uredniki, takrat so imeli mlajšo ekipo vojsko mladih zgodovinarjev, ki je mogla na novo pisati zgodovino, oni so jih pač nadzorovali, kako so te mladi ljudje pač popravljali, skratka, potvorbe zgodovinske, ko so jih oni sami delali. Ne? Ker recimo med same urednike te velike proletarske revolucije so pa navedena najbolj mogoče prominentna imena, tudi Stalin. Kirov, ki bo sicer že mrtv, jasno, 10 let, leta 43, ne, ampak pač koncepte za to delo so delali že prej. Gorki je omenjen kot urednik in te zadeve. Ne. Zdaj, tretje obdobje te zgodovine, ne, je kot omenjeno, ne, že pač, to je destalinizacija. Ne. Zdaj, za to obdobje tega zgodovinopisja v Sovjetski zvezi značilno več stvari, v njem bom veliko, no, nekatere avtorje bom tudi naštel. Ne. Blazno se zmanjšal vloga Stalina, recimo v času oktobrske revolucije, kome še kaj o njemu, mislim, zelo malo o njem povejo, ne? In ga tudi skritizirala, pač njegovo vlogo, kaj je delal v času oktobrske revolucije, ne? Tako nasprotnikov, recimo, kot je Trotski, Kamenjev, Zinovjev in te ljudje, ne, ki so bili pač likvidirani v čistkah, zelo Trotski je bil likvidiran ljudje, ne, čistki, ne? V njih se še vedno govori kot o nasprotnikih z negativno konotacijo, ampak ni več demonizacije, je pa v bistvu samo glavne, da so delali škodo in pač podobne zadeve, delali so napake, ampak glavni kleč tukaj pa je, da v njih zelo malo povedo. In recimo, najbolj simptomatično je to gledati ne samo v zgodovinopisnih sintezah, ampak če vzamete evo v roki sovjetsko zgodovinsko enciklopedijo, ki so jo izdajali v 60-ih letih. In imate tam noter, recimo, tam imate gesla Trotski. Imate gesla Adolf Hitler, ni problema, razmeroma korektno napisano, kjer izveste pravo ime Hitlerja Schicklgruber, ne, ampak ni pa imena Trotski. Trotski obstaja samo pod geslo, celo trotskizem. Mislim, razlika je velikanska, skratka, ti obstajaš samo kot devijacija, skratka, samo kot napaka, skratka, ne pa kot neka celovita osebnost z neko svojo zgodovino, recimo, z tudi dobrimi stvarmi, skratka, samo kot neka devijacija. Podobno velja za Zinovjeva, ga ni, je samo trotskistično Zinovjevski blok. Nimate recimo gesla Buhari. V drugi strani pa najdete, če vzamete peto izdajo Leninovih zbranih del, iz času Hruščova, iz 60-ih imate pa odzadnji v vsakem zvezku pač nek register, tako kratek opis biografije ljudi, ki jih Lenin omenja, ne, in pač v dveh parih vrsticah imate tudi kaj Trotskega. To se treba zelo pomatrati, da se pač do tega pride. Ne. Zdaj, kaj pa je v teh zgodovinah? Ne? Zdaj, namesto teh osebnosti, ki so tle pomanjkljivo opisane ali popolnoma odsotne, ne, so pa zelo natančno opisane aktivnosti posameznih partijskih in delovskih organizacij in raznih organov pač med revolucijo. Ne. In jaz se bom predvideval pokazati na parih primerih, ne, v čem so te njihovi prispevki še vedno zanimivi danes, mogoče zanimivi tudi kot neko izhodišče za raziskovanje naprej. Ne. Zdaj veliko bom govoril, ne, o delu najbolj slavnemu, ne, o zgodovina komunistične partije Sovjetske zveze, ki izhajajo v 60-ih letih do 70-ih.
To je 7 debelih knjig. Njena značilnost je, da je popolnoma, kot rečeno, tukaj so uredniki Minc pa Pospelov, njena značilnost je, da so iz nje ni tam več nobenih beletrističnih momentov. Vse je napisano popolnoma pač suhoparno. Oziroma, zanimivi so, če tako gledamo, iz stališča bralstva, kaj bi nas pritegnilo, ne? Prvi zvezki, recimo, tudi ta, ki za oktobrsko revolucijo še je zanimivo. Bolj, ko gremo od zvezki, ki govorijo o 20 pa 30 letih v Stalinu, je njihova značilnost ta, da so suhoparni, da če dalje manj govorijo. Dalje mi iz današnjega časa ne, opazamo pač velike pač praznine, ko so 30 leta. Ne? Tako v 20 vam še pišejo, ne, evo, opozicija je bila politično premagana, nikoli pa ne znemo, kaj se je z njo zgodilo. Ker pozor, v kratkem kurzu VKTB ne, imate na koncu opisanje moskovskih procesov v 30 letih. To je čas, ko je bil smodnik še v zraku, ne, je popisano, tej in tej so dobili zaslužno kazen in so bili postreljeni. V onih najnovejših sovjetskih zgodovinah uradnih tega ni. Za ogromno ljudi, pač, tudi njih so bili rehabilitirani, imajo pač večje mesto v zgodovinah, ne, pač piše, kdaj so, pač piše leto 38 ali pa 37. Ne piše pa, kaj se mu je zgodilo. Pač vse vam je jasno, ne. Če piše 37, 38, je najverjetneje, da se mu je zgodilo to in to, ne. Ampak kljub temu, ne, nekaj si želijo povedati, pač, o tem, kaj se je zgodilo v 30. Tako da nenadoma v 4. zvezku, ne, ko prebirate pa iščete ono mesto, kjer bi nekaj moglo biti o procesih, pa o teh groznih zadevah, ki se takrat dogajale v Sovjetski zvezi, da poenostavim, ne, prije neko tako pojasnilo, ne, dolgo je eno stran in pol, ne, kjer piše neki taska, bom parafraziral, ne, tam piše, da so avtori, ne, da se v Sovjetski zvezi v 30 letih, ne, da je obstajala velika nevarnost tujih infiltracij, vohunov, agentur in da so pač varnostni organi notranji ne pač opravili dobro delo in pač obvarovali sovjetsko deželo pred veliko nevarnostjo, ne. V tistem času piše pač, da je Stalin od partije dobil veliko zaupanje, ki ga je na začetku upravičeval, njegova linija je bila pravilna, ne, pa je po enem momentu, tako to besedno piše, ne, pač začel odločati pač brez soglasja drugih ljudi in podobne zadeve. In da istočasno v Sovjetski zvezi ne, so nenadoma, ne, to iz zraka, pa dobesedno organi, represije in sodstva, ne, postali neodvisni, skratka, ušli nadzoru centralnega komiteja partije. Ne, in pač piše, v tem času ogromno ljudi, tudi popolnoma nedolžnih, ne, pač postavil, pač se jim je zgodilo nekaj groznega, so postali žrtve represije, ne, in da je to napravilo v naši stvari socializma velikansko škodo, to piše. Ampak na koncu pa kljub temu mi smo to premagali, obnovili smo vse standarde, ne, socialistične demokracije, leninskih principov in gremo naprej. Skratka, to je v bistvu kot neka velika tako flika, ne, nad vsem tistim, kar se ti normalno vsako mislečemu človeku zastavi vprašanje, ne, kako pa je mogoče, ne, da CK, ki ima tako velikansko moč, ki lahko usmerja, spreminja deželo, 5-letne plane, koordinira, je zmožen vsega, ne, da mu, ne vem, represivni pa sodni organi uidejo nadzor. Pač, no, pač, v tem pač ni tam seveda pač nič. Ne. To so take lakune, velikanske. Ne. In zdaj, zgodovinopisje, ne, v tistem času, ne, v 60-70-ih je dostakrat probalo mašiti. Te očitne lukne, ne, z zgodbami, z informacijami, ki so na Zahodu takrat že obstajale, oziroma je bilo na Zahodu o tem že mogoče govoriti, pa tudi pri nas v Jugoslaviji. Okay, zdaj še ena značilnost tega zgodovinopisja je, da takrat, ne, v 60-ih, pa že konc 50-ih, ne, se blazno razvije poseben žanr, to je tole zgodovina, pač partijska zgodovina. Pač ogromno inštitutov, ki obstajajo pri teh vseh velikih oblastnih komitejih partije, z arhivi, pač posebnimi, vojske zgodovinarjev, tukaj delajo. Zdaj jaz tukaj, to je mogoče stvar za diskusijo, mogoče starejši kolegi bi utegnili kaj več pa natančno povedati. Jaz težko verjamem, da v Jugoslaviji najdemo nekaj zelo podobnega, ker jaz bi rekel, da vendarle pri nas ne, je imel status zgodovina NOB-ja, kot poseben žanr, skratka, da imaš ti za vsako divizijo malo, da ne svojo pač monografijo, recimo, ne. Zdaj, samo osko, recimo, so ukvarjati za zgodovino ZKJ, ne, vemo, da so obstajale, da so pač bili zgodovinari, ne, ampak nekaj tako podrobnega, mislim, s takim podarkom, pa se meni, mislim, intuitivno bi jaz rekel, da ne, pri Sloveniji zagotovo ne bi bil pa tako suveren za druge jugoslovanske republike, za katere vemo, da so obstali močni inštituti za preučevanje domačega in mednarodnega delovskega. Ne. Zdaj, te inštituti, ne,
In pač to zgodovinopisje takrat ustvarilo ogromno, je natisnilo ogromno dokumentov v zvezi z oktobrsko revolucijo. Ne? V knjižnicah so postali dostopni tudi časopisi, pa dela, pa spomini z 20 let. In potem so avtorji kot Rabinovič, ne, ki so pač prišli takrat v Sovjetsko zvezo, ne, so brali pač te partijske zgodovine, ne, videli so, da marsikaj manjka, ampak so imeli možnost, da so recimo zadevo rekonstruirali s pomočjo marsikaterih delov. Ker pač ironija je bila ta, ne, to zgodovinopisje je pač izdalo več materijala, kot ga je v resnici uporabilo. Ne. In recimo, avtor tale Rabinovič je uporabljal tudi dela, pač monografska dela teh avtorjev v oktobrski revoluciji. Eno, ki je bilo meni zanimivo in sem ga šel tudi sam malo podrobno brati, ne, je Jerikalov z naslovom Oktobrska oborožena vstaja v Petrogradu. To je delo, ki ima tako 500 strani, ne, ampak obravnava izključno dogodke v Petrogradu, z razmeroma, in to samo v mesecu konc malo septembra, v glavnem pač oktobra, z neverjetno pač natančnostjo. In bom sproti probal pač nekatere njegova spoznanja pač komentirati. Ne. Zdaj, tukaj bi rešil, predno preidem na to kronologijo, ne, bi rešil še par dilem, ki so tukaj mogoče vzpostavili. Eno vprašanje, a je bilo to zgodovinopisje sovjetsko, marksistično zgodovinopisje. Skratka, jaz bi rekel pač, da pač ni bilo, ne, ker pač, ko govorimo o 60-70 leta, je standard pač tega marksističnega zgodovinopisja pač se postavi v Veliki Britaniji, postavi ga Thompson. Edward Thompson. Zdaj, kaj ne bi bilo marksistično zgodovinopisje? Takšno v osnovi kot katerokoli drugo zgodovinopisje, skratka neka praksa pisanja pripovedi, recimo, ki ima za svojo hrbtenico neko zgodovinsko naracijo, proba pač nekaj povedati o nekih skupini ljudi ali o nekih dogodkih v nekem časovnem obdobju, kjer uporablja iste metode, iste postopke, kot so uveljavljeni v zgodovinopisni vedi, skratka kritiko virov, samo da pri tem ne ji pomagajo pač koncepti, posamezni so ji vodilo v načinu zbiranja materialov, pa tem. Zdaj, ortodoksno, bi rekel, marksistično zgodovinopisje si vzame recimo šablonsko koncept delavskega razreda, ki ga pripiše Marksu, skratka. Na nek fiksen način. Skratka, prva Marksova pač teoretsko kategorija, ki je neka velika abstrakcija, ne priličati avtomatično čim več zgodovinopisnih, skratka podob nekih zgodovinskih pač ljudi. Pa se to ne zide pač zmeraj nujno dobro. Recimo, ker Thompsonov postopek je bil pa tak, ne, da pač ugotavlja, da pač recimo delavski razred recimo ne lahko razvije svojo identiteto delavca, neodvisno od kapitalizma oziroma kapitalistične pač mašinerije, recimo. Skratka, sam je sposoben razviti neko zavest o sebi, o svojem položaju, brez sindikatov, brez političnih strank, skratka nekaj, kar je recimo trdo Lenin oziroma kar pač izpeljuje pač leninizem, ki zelo šablonsko, recimo v mnogih primerih pač izhaja iz Marksa, recimo. No? Je pač to za Thompsona pač problem, kaj pa pol je razred, recimo je razred res, moramo fiksno pogledati, delavski razred nekaj, kar res nastane izključno kot proizvod neke mašinerije življenja v mestu, ali je tudi nekaj, kar se lahko razvija pač na podeželju, recimo. Oziroma, tudi če pridejo recimo delavci v mesta, pa delajo za strojih, recimo koliko navad iz svojega tradicionalne skupnosti samo prineso in te navade z njimi še vendarle lepo živijo naprej. Ima velika debata v Veliki Britaniji, tam v 60-70, tudi vezana to, kaj razredi so, ne? In skratka, je to bil nek okvir za določeno vrsto zgodovinopisja, kako se pač ne piše sinteze, recimo, ne? Zdaj, to sovjetsko zgodovinopisje pač ni primer pač nekaj tazga. Ker kjer smo ne, da recimo tudi stalinsko zgodovinopisje v tej veliki proletarski revoluciji zazna en zanimiv problem. Razliko med delavci v Moskvi pa med delavci v Petrogradu. In pač registrira, da se obe skupini delavcev ne obnašajo isto. Da je za delavci v Petrogradu, da jih lažje recimo mobilizirati, dočim delavci v Moskvi pa težje. In pač povejo, zakaj? Zato, ker moskovski delavci so pogosteje delavci migranti, imajo več vezi z podeželjem, skratka imajo več svojih nekih ideologij predstav, ki jih je težje recimo, z njimi se treba malo pomakati. Ampak oni recimo, to je simptomatično za to zgodovino. Oni pač iz tega ne probajo narediti nek teoretski problem, preizprašati naše koncepte, ampak oni vidijo, evo, to je samo politični problem,
ki ga je treba rešiti recimo z prepričevanjem, imeti recimo in dajo primer posebnih partijskih šol, leta 17 samo za kmete, pa za kmete delavce, ni pa to neki izziv za nas zgodovinare, ki to pišemo, recimo, da bi postavili kakšen drugačen pogled. Tega niso, njim je zadošilo, da so se vzali nek citati iz Lenina, recimo, kaj Lenin če misli, ni bilo to za njih zadost. To je bila za njih, recimo, teorija. Ne. Kljub temu, da je treba vendarle reči, da v sovjetskem zgodovinopisju ne obstaja vse od 60-ih dalje agrarna zgodovina. Šola, recimo, zgodovina tega agrarnega Danilova, ki ima izjemno zanimive študije, recimo, no, in tudi o kolektivizaciji, o tem, in na veliko bolj kompleksne, recimo, rezultate svojih raziskav, samo take sinteze velikih zgodovin, ne, in na oktobrski revoluciji izsledki njegovi niso bili vključeni, no, ker bi lahko nasprotovali Lenin, oziroma če bilo mišljeno naprej, ne, tukaj moramo izpeljati zadevo tako kot Lenin, recimo, ne. Eno vprašanje, je ta zgodovina ideološka, ne. Seveda je ideološka in je pristranska, ne, zdaj, tukaj je treba recimo en nesporazum, mogoče reči, da se mi na produktiven način lotimo te pristranskosti, pa te ideološkosti. Skratka, ne smemo se mi ideologije, ne, v glavni instanci tak vsako zgodovinopisje je ideološko pristransko. Nobena zgodovinopisna praksa, nobeno delo, ki se dela, se ne more ločiti svojega časa, zadlot tega svojega časa političnim projektom, ne. Ampak jaz bi to hotel reči, ne, če neko zgodovinopisje je ideološko, ne, si ideologije ne smemo predstavljati kot neke mrtvega sistema idej, ki ga običajno ustvarijo politične stranke ali pa misleci političnih strank, ne, do katerega imajo ljudje vedno nek zunanji odnos. To je, če govorimo o ideologiji, to je nek vedno zunanji vides ideologije. Ideologija tudi seveda ima določene doktrine v sebi, ampak pri ideologiji je zelo važno govoriti, da je to neka živa zadeva v resnici. Ne. Zdaj zgovorim neko altizarijansko interpretacijo. Ne. Skratka, pri ideologiji je važno, da zagrabi človeka, skratka, da se človek v njej prepozna, da je mogoče s pomočjo to vednostjo na način, kako je podana, ne, da je mogoče recimo, da ljudje prepoznajo sebe, svojo okolico, svojo družinsko zgodovino. Skratka, da ima nek smisel, da kljub temu recimo, da je v tej vsebini, da je kaj potvorjenega, mogoče ne, recimo, ne za ljudi, še vedno prepričljiva, recimo, no. Jaz bi rekel, da je bila ta sovjetska ideologija, koliko je bila prisotna, komunistična, v teh knjigah, ne, v resnici zelo šibka, ne. Ker en pogoj, da te ideologija zagrabi je, ne, da je nekdo dovzeten, da nekdo prav prebrati to sporočilo. Ne. Zdaj ta dela, zlasti od 30-ih, 40-ih, so tako dolgočasno napisane, recimo, no, suhoparno, ker v njih ni niti literarnih momentov, noter, ne, da jaz težko verjamem, da bi ta ideologija koga posebej zelo navdušila. Recimo. In tudi luknje tam noter so prevelike historično, da bi recimo generacija po drugi svetovni vojni, ko bi hotela brati to zgodovino sebe na kakršenkoli način, v bistvu prepoznala. Zdaj, glavni problem te velike sinteze zgodovine komunistične partije Sovjetske zveze, ne, je pa tale, ne, da je njen temeljni projekt, ne, oni so si sedali blazno bombastični projekt, skratka, povedati zgodovino te organizacije od 19. stoletja pa do Sputnika, ne, skratka. Hočejo pokazati, da je vedno obstajala neka kontinuirana linija, ne, od nje pa določeni odkloni. Samo tem odklonom ne priznavajo kreativne vloge tukaj. Recimo, ne boste zvedeli, da je bil Buharin glavni ideolog, ne bodo tega priznali glavni ideolog partije v 20 letih, recimo, ne. Zato imajo hude težave za tole koherentnost. In zato tudi mislim, da niso pretirano ideološko prepričljivi, no. Zdaj bi pa končno šel, ne, na kronologijo ruske revolucije. In bomo šli kar pol meseca. Pa bomo najprej začeli hitro, da bomo pol lahko bolj natančno. Recimo, s prvimi 3 meseci bomo začeli z januarjem, februarjem, marcem. Jasno, to je čas te februarske revolucije. Zakaj do nje pride? Do nje v glavnem pride zato, to obstaja danes konsensno, zaradi slabega stanja carske vojske na fronti, skratka hudih porazov, ki povzročijo v mestu strašna pomanjkanja, obremenitve za civilno prebivalstvo, v veliki meri tudi ženske, ki
pač ostanejo v mestih, potem so moški na fronti, ki prevzamejo vse breme družine. In pač kmetje, ker je represivni aparat zaradi vojne šibek, začutijo svojo priložnost in se uprejo, kot so se uprli že v prvi revoluciji 5 in 7. Zdaj, sovjetska standardna interpretacija, ki je bila več ali manj nespremenjena vsa desetletja, je nekako kompatibilna tudi z današnjimi najsplošnimi postavkami, samo da je pač povzeta dobesedno iz Lenina, ker pač je ideja pač v Rusiji, ki je bila svetovna velesila, ampak najšibkejša svetovna pač velesila, najbolj z največ starodavnimi ustanovami, z starim političnim sistemom, z nekaj modernimi elementi, sicer moderno industrijo v mestih, ampak šibkim podeželjem. In so ta protislovje je delala zelo šibko, da ni izdržala tega srednjega napada prve svetovne vojne. In zaradi pač te šibkosti vladajočega pač razreda, pač plemstva, monarhije, pač režim državo, v bistvu državo ljudi zapelje v vojno, ne more vladati in potem nastopi neka objektivna možnost, da šibki delavci, ob tem, da se kmetje opirajo, recimo, da so tudi kmetje, recimo, nasprotniki tega režima, imajo neko možnost, da dosežejo neke spremembe, ki sicer marsikje drugje v kakšnih drugih državah evropskih ne bi ne. Skratka, po črto obstajale so neki objektivni pogoji, za revolucijo. To je pač skozi poudarjeno. Zdaj potek februarske revolucije je tak. Najprej začne z velikimi demonstracijami, izbruhi, jeze, v bistvu nezadovoljstva, pomankanja, režim se odzove za represijo. Ampak na eni točki se pride do tega, da pač policija, ki ne bi bil glavni agent represije, ni zadost, pa pride vojska na ceste, da bi zadušila to upor, ampak ta vojska na eni točki noče več streljati na ljudi in začne celo braniti pač ljudstvo pač pred policijo. In celo kozaki nočejo več posebni tak elitni del represivnega carskega aparata ne upoštevajo. In to je recimo monarhija palpata. Zdaj, blazno zanimiv moment, ima tukaj pa Čajna Mevilna. Čajna Mevilna se ga res plača, brat ima veličasten pač opis te februarske revolucije. Recimo, tudi veliko literalizira, recimo, on opisuje, to je tipično, recimo, ta zgodovnopis je pač današnjega časa, on opisuje, ampak na način, da ne kompromitira pač vsebine, pač vse, kar napiše v zadnji stanci, pač empirično drži, ampak napiše, pač kozake, pač prvo opisati kozake, kako se jim širijo oči, kako imajo pač smok v želodcu, medtem, ko so soočeni pač z množice. To je tak plazen, tak literarni moment, ki je tukaj noter, vse njegovo delo pač ga je polno. Zdaj, v bistvu za rusko zgodovino med januarjem in marcem je to, da nastaneta dva centra moči. En je pač Sovjet delovskih vojaških poslancev, to je pač v času revolucije pač delavci iz različnih koncev mesta, da delegirajo svoje predstavništva. Ta zadeva ni zelo spontana, najprej pri iniciativa iz političnih strank, pa sindikatov, ampak zadeva zaživi tudi v manjših mestnih četrtih, pač poslednjih delovskih skupščin in tako naprej. Na drugi strani je pa začasna vlada. In tukaj bi zelo upozoril na eno pomembno interpretacijo, ki ima ta ameriški zgodovinar Kotkin. Vsaj nek konsens, tako na levici kot na desnici, da je bila začasna vlada za nič, da je bila pač nesposobna, tudi takrat in predvsem takrat, ko so vanje vključili recimo socialiste, kar bi mislili, da ljudem ni dala tega, kar so hoteli, ni razumela duha svojega časa. On bo pozaril eno pomembno zadevo. Časna vlada nastane takrat, ko se iz bivše carjeve dume, to je iz nekega kvazi parlamenta, ki je bil izvoljen po kurialnem sistemu, zelo omejeno volilno pravico, izloči določen del liberalnih poslancev in se je bil kličen za začasno vlado, ampak se začenja pogovarjati z predstavniki Sovjetov. In potem doživi neko veliko jezo vseh ostalih, velike večine poslancev Dume, kaj pa zdaj vi, komu ste vi odgovorni, kdo je vas autoriziral vašo skupino, da se vi tlele razlagajo sebe kot za nekakšen začasni komitej sebe imenujete. Ti pač ni ljukov, snejši minister za zunanje zadeve, reče, da si autorizirala revolucija. In dejansko ima legitimnost, ker ga podprejo določeni socialisti znotraj sveta. Skratka, še kako dobro je v bistvu liberalni del, bourgeoisie, takrat razumel duha svojega časa. Recimo, skratka, da ni se vezal recimo na institucijo in na poslance starega režima, ampak na nekaj novega v historičnem. Recimo, skratka, so se takrat odprle dejansko različne možnosti, recimo tukaj. Zdaj zgodovina je pokazala, da so pač to šanso te meščanske stranke, ta garnitura slabo pač izkoristila. Gremo naprej. April.
Zdaj, tam se zgodi, ne, začasna vlada takrat kooptira že prvega socialista v svoj vrsti. To je pač Kerenski, ki postane minister za pravosodje. Kaj takrat počnejo bolševiki, dokler Lenin ne pride? Počasi se vračajo iz izgnanstva, glavni osebi, ki vodita zadevo, sta Molotov in manj znani Šlapnikov, bolj stan za svoje vloge v delovski opoziciji. Kasneje probata pač imigranti, ki se vračajo v Petrograd, jih probata organizirati, probata slediti dogodkom, delati stališča, izdajati stranki časopis Pravda in takrat je taka zadeva, da bolševiki vodita dva centra. En je inozemski vodstvo, en je pa biro znotraj Rusije. Ne? In to je podobno kot obstajalo pri Jugoslovanski komunistični partiji, ki imamo v 30 resnic še več centrov vodstvenih. Najmanj dva, eden znotraj dežele, eden zunaj, pa še eden, skratka, v enem momentu so kar trije, no, to vemo v tem zgodovini. Pa iz Sibirije prelomastita Stalin pa Kamenjev, ne, in v bistvu prevzame ta zadeva. Pač Kamenjev postane urednik Pravde in vodi v bistvu neko razmeroma tolerančno politiko do začasne vlade, pač načeloma pač smo mi bolševiki proti, ampak določene stvari bi bile pa načeloma ok in mogoče bi celo razmislili, če bi se spet združili za svojimi starimi socialdemokrati. Tako ko Lenin pride, ne, je tega konc, ne. In pač Lenin predstavi svojo idejo, svojo zamisel, ne, da pač ne rabimo nobenega, ne, da začasna vlada ne rabi, da ne smemo dati nobene podpore, jasno, da prihodnost Rusije ni v parlamentarizmu, ampak v Sovjeti. Samo Sovjeti ne bi bili oblika vladavine, ne samo skupina pritiska, kar je takrat recimo pač obstalo. Sovjetsko zgodovinopisje v vseh obdobjih jasno prikazuje, da je bila Leninova pozicija popolnoma in čisto 100% pravilna. In dostkrat tudi nesovjetsko zgodovinopisje, recimo levičarsko opisovali, da je bila pozicija Stalina do takrat pa Kamenjeva, ki je bil pozitivno, recimo bolj spravljiv do menševikov, recimo pragmatičen do začasne vlade, da je bila napačna. Zdaj imate vi tudi danes razprave Erika Blanka, se opravičujem, no, ki govori pa, da mogoče njihova pozicija ni bila toliko napačna. Pač bolševiki so bili mehki, so bili šibki, če bi se takoj zaleteli proti vsemu establishmentu, bi se mogoče popolnoma odvrnili od vsega ljudstva, recimo od ljudi, ki so bili takrat v bistvu v februarskih dneh v bistvu popolnoma vzhičeni, recimo, v tem, kaj se je v Rusiji dogajalo. Tako neka velika euforija takrat obstajala, ne. Zdaj, glede aprilskih tez, ne, glede tega Leninova programa, da treba prevzeti geslo vsa oblast Sovjetom za svojo, recimo, ne. Zdaj, danes dostkrat, recimo, in v Kotkinu je tako, pa še v drugih monografijah, da recimo, da je bolševiška stranka na začetku v prvih tednih Lenina zavrnila, popolnoma, skratka, da je zavrnila aprilske teze. To ne drži, ker če bi zavrnila, ne, že takoj potem ne bi bile velike razprave in polemike, ki so pač obstajali. In pač to sovjetsko zgodovinopisje so zadosti dokazal pod črto tudi daje, recimo, ne. Bolj pomembna je pač tale konferenca bolševiške stranke. In ne bi vas jaz izpostavil pač to natančno, s katero sovjetsko zgodovinopisje opisuje stvari, recimo, ne. Lenin je nastopil tam 30-krat v 5 dneh. To se pravi, da je na dan imel referat, recimo, najmanj 6-krat. In sem niso šteti vsi njegovi medklici, za katere vemo, da je Lenin imel rad, ne. Recimo, ko je bilo zasedanje kongresa Sovjetov, in Cereteli govoril, in vse nihče od socialistov ni pripravljen, ne more sprejeti oblasti. Nobena stranka v Rusiji ni dovolj močna, da bi prevzela vse na svoje pleče in se Lenin zadere. Ne, ta stranka je in to smo mi. Skratka, ok, tukaj so verjetno niso šteta niti še vsa te želja, ki jih je Lenin imel med odmori. Skratka, Lenin je bil težek človek za prenašati. Potem, on je bil večino časa ruske revolucije veliko časa odstopen, več kot 120 dni ga ni bilo. Pač. En prvi mesec revolucije ga ni bilo, potem od julijskih dneh do oktobra, ko je bil izdan nalog za njegovo aretacijo, bil na Finskem. Po mojem so bili njegovi tovariši prav veseli, da ga ni bilo, ne, ker je bilo z njim lažje komunicirati preko pisanj, kot osebno preko pač tega pač njegovega pač teženja, ki je dovolj dobro pač argumentirano. Skratka, takrat se zgodi še nekaj pomembnega, urednik Pravde postane Stalin. To je pač najpomembnejša vloga Stalina, ki jo ima v času oktobrske revolucije. Gremo zdaj naprej. Bolševiki slednjič na tej konferenci sprejmejo oblast Sovjetov, to je jasno.
V maju se zgodita 3 pomembne zadeve. Ne? Socialisti vstopijo v začasno vlado in imajo tudi pomembne funkcije noter. Zelo pomembno je, da Černo, voditelj Eserov, postane kot minister za kmetijstvo. Potem se zgodi v tem času tudi kongres oziroma konferenca najboljševiških socialdemokratov menševikov, potem se zgodi konferenca, pač kongres SR. In znotraj obeh teh velikih strank, ki sta na začetku bistveno močnejši od boljševikov, prihaja do nekih odpadniških struj, ki postajajo vse močnejši. Do odpadniških struj pa prihaja zato, ker pač začasna vlada, ker se določen del stranke desnice kompromitira po začasni vladi. Kompromitira se pa po njihovem stališču zato, ker država še vedno, Rusija, ne kaže, da bi se pač umaknila iz vojne. Zgodi se pa še ena zanimiva stvar. Takrat v Petrograd prispeja določeni predstavniki evropskih bolj desnih socialistov, Vanderbilt pride, potem pride še Albert Tomas, poskušajo Petrogradski sovjet prepričati, da bi vendarle sprejel provojno politiko, ne, pač tudi grejo na fronto agitirati za vojno in to radikalno levico ne, zelo razjezi skratka. To je recimo sploh značilnost Leninove države in revolucije v njegovem vehementnem stilu, recimo, skratka. To je kontekst tega, recimo, ker beremo tudi v spominih najboljših obdobij v ruski revoluciji, ko imate zgodovinarja Suhanova, ki opisuje obisk teh socialistov, pa on velik boljševiški nasprotnik ne govori kot o izkustvu nečesa strašnega, s temi ljudmi, ki so niso predstavniki delovstva, ampak so agenti svojih vlad vojskojočih. Ok, zdaj imamo obdobje juni, pa tudi juli. Ne? Takrat se zgodi te stvari, recimo je prvi kongres Sovjetov, Sovjetni obstaja samo v Petrogradu, ampak se razvijajo povsod po deželi, pač junija je pač nek kongres in kljub temu, da so boljševiki v svojih agitacijah, s svojimi gesli radikalnimi zelo uspešni, ne? So na tem kongresu pač njihov izplen glede delegatov, koliko jih je v bistvu več kot skromen. Ne? No, v tistem času recimo pač je tudi velika ofenziva Kerenskega, recimo se reče, ne? Ki terja velikanske žrtve. Ne? In je to velik problem na nek način za te socialiste, ki so podprli to vojno, ne? Ker znajdejo veliko opozicijo na ulicah, takrat so velike protivojne demonstracije. In posledka, vse te dogodki, te neuspešne ofenzive se kulminirajo v pomembnih julijskih dogodkih. Ne? Ko v Petrogradu demonstrira 500 000 udeležencev, mnogi govorijo kot je kakšna julijska revolucija. Ne? Zdaj, v tej julijski revoluciji je pač tako, ne? V teh demonstracijah se formirajo delegacije, ki grejo do socialističnih voditeljev in njih celo zahtevajo, ne, prevzemite vi oblast sami brez meščanskih strank. Že prvič se resno pač artikulirajo take zahteve. Potem v zgodopisi obstajajo tudi blazne anekdote iz tistih časov, skratka ljudske jeze. Recimo Trotski v svoji fenomenalni zgodovini ruske revolucije ne, opisuje kot anekdoto, ne, da so pač demonstranti ujeli ministra za kmetijstvo Černova, ne, in kako mu je en delovec zgrozil, Kurbin sin, vzemi oblast v svoje roke, če se ti že ponuja, ne, vzemi jo, ne. Da pač linčar te bomo, če ne boš. Pač Trotski reče, ok, to je anekdotična zadeva, ne, nisem pripričan, če se je res zgodilo, ne. In Trotski bil drugač zraven, Trotski je rešil Černova takrat, pred linčem. Ampak film, da je v tem, recimo danes zgodovinopisje, ne, Čajna Mevil, povključi to anekdoto popolnoma noter, ne, pač z nobeno rezervo, recimo pri Trotskemu je ta zgodba omenjena kot rezervo, ne, pri Čajni Mevilu je pa pač lepo del pač pripovedi, kot da se je to res zgodilo. Ne. Zdaj, ko vam jaz to razlagam, se mogoče sliši to kot neko blagocepstvo, ne, ampak zelo važno, da pač razumemo pač te zadeve, ne, pač te zadeve se danes piše, v smislu so knjige bolj berljive, da se bolje prodajajo, ne, v tistih časih so se pa pisali pač, je bil moment v propagandne namene. V obeh epohah, ne, je pač ideja pač napisati neko dobro zgodbo, ne. Zdaj je pa tudi res, ne, da pač se takim elementom včasih dajo večje teže, včasih manjše teže, ne, v propagandne namene. Videli bomo, ko bomo govorili po oktobru, ko bomo govorili o direktnih falsifikacijah, bomo tudi videli, ne, kako
kako se nekaterim v bistvu obskurnim momentom, ne, ki so v bistvu lahko popolnoma anekdotični, podobni temu, ne, daje blazna revolucionarna teža, v primeru Stalina, pač to vidim. Ne. Skratka, no, ti dogodki zelo eskalirajo, ne, ampak takrat režim Kerenskega, ker pač revolucionarne sile, pač bolševiki se takrat ne želijo revolucije, Lenin eksplicitno reče, revolucija še ne more biti, da želi še imamo podpore, čas še ni za to, ne, in takrat pač režim za vojsko, za policijo pač zadevo lahko obvlada, pa prije do represije, do revolucionarjev, pač takrat Lenin pač pobegne za Trotskega in pa se zgodi tisti famozni 6. kongres bolševiške partije, ki takrat že blazno naraste in tam ta kongres Lenina tam ni, hvala Bogu, za mnogo verjetno, ne, ampak kljub temu ne obravnava njegova pisma pa njegove zahteve. Eno tistih Leninovih zahtev tistega časa recimo je, ne, da pač je treba umakniti geslo sooblast Sovjetom, ker so se Sovjeti v tem času, ofenziva, pa vojna, pa te zadeve v bistvu kompromitirali. In tudi sovjetsko zgodovinopisje po-stalinsko bo priznalo, da Lenin je doživel pač velikansko nasprotovanje v tistem času. Ne. Ampak na način, ko to podaja to zgodovinopisje, je vedno tako pokroviteljsko. Skratka, množici članstva ljudi na terenu pač niso dojeli genialnosti pomena začasnega umika pač tega gesla. Ne. Nikoli ne pomislijo, ne, kaj pa, če so imeli mogoče prav, ne, recimo, da mogoče te delegati, ne, stranke. Recimo, Karabinovića interpretacija je pa taka, in tudi drugih zgodovinarjev danes, ne, da pač to ni bila najboljša strategija. In tudi realno, recimo, bolševiki v resnici kljub temu, da na kongresu spremljali, ne bomo več imeli vso oblast Sovjetov kot svojo glavno geslo, ne, nikoli ga zares ne omaknemo. Pač to geslo še vedno pač živi in če ne bi, ne, bi pač ta stranka gotovo imela manjši mobilizacijski potencial, ker to je bil nekako res njihov pač trademark, med katerim so bili med množicami med ljudmi pač prepoznavni. Še ena pomembna stvar se zgodi, takrat vstopi Trotski v bolševiško stranko. Trotski prej taka samostojna osebnost, oziroma nekako se giblje znotraj nekih neodvisnih socialistov, socialdemokratov, skupine umestnih, nežrajonci se reče. To so eni, ki so iz obdobjih mnogih schizem, mnogih razkolov znotraj socialdemokracije formirali neko posebno skupino. Ta skupina v času krize pač vstopi noter. Zdaj pa kratkem kurzu VKPB je to temeljeno tako, ne, da del te skupine nežrajoncev ne, je imel iskrene namene, ne, je bil najprej mogoče podobljivan Trotskega, pa se je poboljšal in je postal zelo tovariški. En del s trotskim načelom je pa vstopil bolševike samo zato, ne, da bi jih uničil. Skratka, izključno pač to je bil moment, skratno vstopil v partijo, da jo pač uničiš. In potem se nizajo pač dokazi izdajstva in vse te zadeve. Ok, gremo na avgust. Tle sta pomembni dve zadevi, da gremo malo hitreje naprej. Ne. Doskrat pozabljeno in redko upoštevano kmečko naročilo, ki ga izda, ki pride, in to je iniciativa od spodaj. Ko mnogi kmečki komiteji, skratka, komiteji za zemljo, pač kmetje med rusko revolucijo imajo določene svoje institucije, kjer lahko formirajo svoje zahteve in te zadeve, ne, in kjer pride do kmetje od spodaj, mnogi pač zahtevajo recimo socializacijo zemlje, skratka, razdelitev plemiške zemlje in podobne zadeve, skratka, bodi si, da bi jih nadzorovali razne paške skupnosti, recimo, ne, bodi si, da bi določena posebno nadzorovala država. Skratka, že 19. avgusta, takrat, recimo, je to časopis, ki je popolnoma pod vplivom socialnih revolucionarjev SN, ne, ki so v vladi takrat, vendar tega nikoli ne uresničijo in bo pač to kmečko naročilo v medrevolucijo inkorporirano v odlok o zemlji. Popolnoma. Pač Lenin, ki ga piše, ga vključi pač noter. In reče, sej vem, ne, to je, vi lahko rečete, da je to eserski program, mene ne briga, no, reče se od koga je, pač mi zdaj to dajemo, mi zdaj to autoriziramo kot oblast, nekaj, kar nišče ni naredil prej, ne. Zdaj, tukaj je možna diskusija, samo če bi pač dočasna vlada uresničila to zadevo, bi bil izid te zgodovine verjetno precej drugačen. Ker bi postala vojska tudi, kasneje podprla upor, pa bolševike ne bolj zainteresirana za neko drugo obliko oblasti, kot za bolševiško, ker vojaki so bili kmeti in hoteli so zemljo, to je pač njihov cilj in motiv participacije pri revoluciji, ampak pač tega ni. Druga stvar je pač, ja, v državi je huda politična kriza, razni krogi jo probajo razrešiti, eni so socialisti, radikalni socialisti,
eni so monarhistični pač generali, ki jih podpira določen del meščanstva, skratka industrialcev kapitala, in najdejo figuro generalu Kornilovu, ki naj bi pač stavil in Sovjet in vlado Kerenskega. No, Kornilovu ne uspe, ker se pač Sovjeti mobilizirajo ljudi, oziroma tukaj pri Kornilovu so dovolj, če samo železničari, pač ustavijo vlak na poti do Petrograda in stavo konec. Ne? Vse podobno se bo zgodilo tudi po oktobrski revoluciji, ko bolševiki najprej bodo hoteli imeti samo svojo vlado, brez vsakih socialistov, in potem bo pač sindikat železničarjev rekel, nimate koalicijske vlade, ne vzamete nobenega partnerja, ni železnice, mi ne dovolimo voziti vlakov, ne? In potem dejansko pride tudi zaradi tega do koalicije, saj za levimi veselji, skratka. Pač to so res tisti primeri, ko dejansko se kaže, kako družne skupine pač vpliva na zgodovino, da pomeni, da spreminjajo pač posamezne skupine vojne družbe razredi. No? Ok, zdaj gre pa zares. No? Gremo na september. September nekako glede pomembnosti dogodkov ga je mogoče isto ločiti na dva različna dela. V prvem delu ga zelo zaznamuje Lenin, ki napiše članek o kompromisih. Skratka, Lenin takrat prije z idejo, malo nepričakovano za njega, pa naj bo socialistična vlada, ampak nobenih meščanskih strank, nobenih kadetov, nobenih oktobristov, ne bo samo socialistična vlada, s temi socialisti, kakršni so, s temi menševiki, s temi eseri, ki pa ne bi bila odgovorna Sovjetom, mi bolševiki vanjo ne bomo vstopili, bomo neka konstruktivna opozicija. Ne? In pač ta njegov program ima blazen vpliv znotraj stranke. Trotski se strinja s tem, recimo, tem bolj Karlenjev in Zinovej, recimo. Ne? In samo pol se pa zgodi demokratična konferenca, ki organizirajo Sovjeti, organizirajo tedanja vladajoča konstitucija znotraj Sovjeta, demokratično konferenco, kot se je reči. Skratka, to je drugi poskus rešitve krize. En poskus je bil recimo general Kornilov za državnim udarom, zdaj Sovjeti, v katerih takrat prevladujejo zmerni socialisti, poskušajo z neko demokratično konferenco tudi rešiti situacijo in pač povabijo delegate iz cele dežele. To ne samo predstavniki Sovjetov, ampak iz sindikatov, iz zemstev, iz lokalnih dum, vojske, in pač bolševiki tam predlagajo tako vlado, ampak je pač to tam zavrnjeno. Kratko malo, no? Potem pa Lenin v istem času, v sredini septembra, pošle še en dopis tovariša, ki reče ne. Situacija se je spremenila, ne, hočem, da se vi v CK-ju pripravite na oboroženo stanje v revoluciji. Skratka, pismo dobili enkrat takrat, ko se začne demokratična konferenca, ne. Pač takrat vodstvo CK bolševiški ni zadovoljen preveč s tem njegovim pismem, ne. In ga sploh ne obravnavajo. In pač Stalin, ki je urednik Pravde, takrat objavi njegov stari članek o kompromisih, takrat, ko Lenin ni več na tej poziciji. Ko se Lenin vrne, ko to ugotovi zdori, kaj mu delajo. Ne? Zdaj, takrat v zgodovini, pač v poststalinski zgodovini partije, ne, pač imate hudo kritiko v bistvu centralnih strankinih organov, zelo se kritizira pač časopis, takrat ni bila Pravda, je bil Raboči pač preimenoval se, da je huda kritika. Recimo, zanimivo je pa, da ne kritizira sovjetsko zgodovinopisje, pač Stalina, ki je bil glavni urednik, ki je bil odgovoren za to zadevo, skratka. Da je naredil v nek način sabotažo, da je objavil stališča voditelja, ki v bistvu niso bila več takrat njegova stališča. Ne? Skratka, iz te demokratične konference izide pač neko telo pred parlament, ki se poveže za čas pa vlado Kerenskega in pač pa nastane nova začasna vlada. Ne? Istočasno se zgodi pa tole. No? Takrat imamo lokalne volitve v Sovjetih. Sovjeti so oblika neposredne demokracije, skratka, sestava njihovih organov se lahko pogosteje in tudi neredno pač spreminja. Ne? In tudi bliža se novi kongres, drugi kongres Sovjetov, ki ga napoveduje oktobra, ne? In so nekakve reelekcije. Ne? In takrat se pokaže blazno zmagoslavje bolševikov, blazno so uspešni. Ne? In je tudi to eden od momentov, ki Lenina naredi še toliko manj spravljivega, kot je v resnici bil, še tam manj pripravljenega na kompromise. Takrat
konec septembra pač izide njegov članek slavni Kriza je dozorela. Da je treba se, in v katerem tudi začne izsiljevati in groziti, če se ne boste vi pripravili na revolucijo, skratka, če CK ne bo začel poštevati mojih navodil, pač jaz izstopim. Iz CK-ja bom šel med članstvo in agitiral sam, vi se poznajte, tako preveste in se znate. Ne? Zdaj, v tej stalinski knjigi Velika proletarska revolucija, ne, mislim, prav s tem momentom Kriza je dozorela, se ta knjiga začne. In se začne se blazno tako res, tisto bombastično, ne, pač tisto literarno. Tako se začne. Bila je pozna jesen leta 17. Na milijone vojakov je v blatnih in vlažnih strelskih jarkih preklinjalo začasno vlado in se zaskrbljeno spraševalo, to je to, anticipato se zdi meni bistveno, pač pri tem literariziranju in pri teh postopkih. Anticipacijska spekulacija o občutkih ljudi, posamezne skupine, skratka. Mi tega empirično ne moramo preveriti, ne. Zdaj, ki pa nastop to v zgodovinopisnem delu, ne, ima to nek moment literarnosti, ne. Pa piše, po vaseh so po noči požari razsvetljevali dozor. Vse so ga res, ne, ampak na tak način, ko je to opisano, mislim, takih opisov v kasnejših zgodovinopisih stalnih post-stalinskih knjig. Pa bližala se nova revolucija, ki je napovedoval, pričakoval in pripravljal Lenin. Zdaj pa prihajamo končno na najzanimivejši mesec, na oktober. Jaz se vam opravičujem, no vem, PowerPointi so načeloma namenjeni za manj informacij, ampak oktobra se pa v Rusiji zgodi zelo veliko. Ne? Tako da se bom tudi jaz, recimo, ne bom mogel se popolnoma referirati na vse zadeve. No? Zdaj, pomemben je pač kontekst teh oktobrskih dogodkov, ki se pač izidejo v tej revoluciji. Zdaj, položaj na fronti je še slabši, jasno, kot je bil februar. Nemci se približujejo Petrogradu, zavzamejo Rigo in po mnenju mnogih iz radikalne levice, ne, smo verjameli, da bi bil Kerenski začasna vlada pripravljen prepustiti Petrograd Nemcem, ne, zato ker bi s tem obglavali recimo nek center, središče, kjer je največ revolucionarnega vremena. Ne? Skratka, boljševiki pač v tem času zmagujejo, ne, na teh konferencah Sovjetov. Pomembno je, kar sem prej poznal povedati, da je Trotski 25. septembra, sem vse pisalo gor, ne, izvoljen za predsednika Petrogradskega sovjeta, kar pomeni, da so boljševiki dobili večino. In to je ena od najpomembnejših stvari. Ne. Zdaj, Lenin takrat da eno oceno, ki bo zelo morila njegove tovariše. Skratka, takrat tudi znotraj stranke, znotraj vodstva CK je dozoreva ideja, da bo treba res, da bi bilo res dobro, da res kakšno ostaja. Ne? Ampak Lenin zahteva, da se to naredi pred Sovjetov. Skratka. To pomeni, da od njega ne rabimo autorizacije nekega telesa, ne, recimo, ne, skratka, mi glede na to, da imamo večino v deželi, recimo, ne, lahko to naredimo, ne, in skratka ustvarjamo situacijo, ne, v kateri bo pač ta kongres mogel prevzeti oblast, ker nobene druge variante ne bo več. Bo začasna vlada aretirana, pač se zapre določena možnost politična. In v bistvu Lenin tudi ni dosti skrival, če bomo to naredili, ne, bo ogromno smernih socialistov pač odšlo, ne, skratka, bo ta akt naše uzurpacije tako zelo zmotil, ne, da pač jih tukaj ne bo, Lenin si jih tudi pač ni želel. Skratka, želi čim bolj homogeno politično konstelacijo, da se vzpostavi. Najbolj idealno samo njegova stranka, recimo, ne. Če pa že, pa so najbolj radikalni elementi znotraj pač tega socializma. Ne. Zdaj, jasno, sovjetsko zgodovinopisje, ne, to obravnava pač jasno kot edino možno pač in pravilno, ne, vsaj po stalinske, oziroma tako bom rekel, to stalinsko zgodovinopisje ne pač opisuje, da so iz tega išli določeni pač veliki konflikti, recimo Kamenjev in Zinovjev, to sta bila dva v centralnem komiteju, ne, pač sta nasprotovala pač tej ustavi, recimo, ne. Trotski je imel recimo malo drugačen pogled od Lenina, on je vendarle verjel, ne, da pač bi mogla biti ustaja bolj povezana s tem kongresom Sovjetov, bi mogla nek določen legitimnost dobiti iz njega. Pomembni sta dve seji CK-ja, recimo, ne, 10. in 16. oktobra, ko sprejme boljševiška partija definitivni tisti odločitev, da bo treba pač narediti ustavo. Ne.
Zdaj, kako se to opisuje? Zdaj, recimo, pri veliki proletarski revoluciji, ne, so te seje neverjetno sočno pač podpisane, recimo, no? Recimo, kjer probajo najbolj očrniti, skratka, nasprotniki ostane, Zinovjeva, recimo, ne, to je v stalinski zgodovini, kjer piše, ne, zunaj na vrtu so šumela drevesa, v mokre šipe je udarjal dež, cvileči glas Zinovjeva se je kar nekako ujemal z vsem tem vreščanjem. Dolgočasno in trmasto je premleval ene in iste razloge. Nasprotnik je močan, ne smemo hiteti, ne. Pa navajajo, recimo, napade Stalina na Kamenjeva, ne, zapiše, da so njegove besede padale kot udarci z bičem. Skratka, tukaj probajo prikazati, recimo, v teh zgodovinah, ne, neko vest tajno med Trotskim, ne ga reče, on je bil tiho, potuhnjeno, smilbo naravnost, podirati Lenin, ne, med tema dvema človekoma, med Kamenjevom in Zinovjevom, pač kot neki zaroti, ne. Zdaj, zgodovinska resnica pač je pač nekako drugačna. Takrat je recimo Trotski dejansko najbolj napadal recimo Kamenjeva in Zinovjeva dejansko. Ne? Ko se potem zgodi, da Kamenjev objavi v javnosti pismo, kjer pove, da bo vstaja in da on nasprotuje, ne? V bistvu Trotski napade popustljivo Stalina, ki je preveč popustljiv do teh osebnosti, skratka. Ne? In je to prvi konflikt v resnici med Trotskim zabeležen, mislim, tisti uradnik, ki je politično relevantni, ki recimo ni tako osebno, recimo, ki je tako beležen. Ne? Zdaj, v revizijskih zgodovinah sovjetskih 60-ih ne, so bili tako fair, ne, da so povedali, ne, da je na to, da je Kamenjev povedal, da je ostaje, da kršil partijsko disciplino, ne, ker Lenin zahteva, da se ga vrši iz stranke, ki se povede, da je Stalin nasprotoval v bistvu te pač izključitve. Skratka, to je res bila popolna revizija, glede na tisto, kar so pisali v nekem drugem obdobju. Ne. Zdaj, za sovjetsko zgodovinopisje ne je bil najbolj problematičen ne popis teh dogodkov, ki so v bistvu najpomembnejši, med 24. in 26. oktobrom. Ne. Zdaj, viri, ne, ki dopuščajo, ne, narediti neko, kolikor toliko korektno sliko, kaj se je tem časom zgodilo, ne, so dostopni že dolgo. Tudi sovjetsko zgodovinopisje je izdalo, pač ogromno virov, oziroma so bile takrat dostopne knjižnice, časopisi. Za oktobrsko revolucijo sploh drugače, ne, kot za kasnejše 20-30 leta. To je čas ne, velikih pretresov, to je čas, ko stara oblast pada, nova se še ne formira. To pomeni veliko vlogo dejansko na množice, to pomeni, da je veliko pomembnih stvari javnih, ne, in pač javne stvari ne, so v časopisih, recimo. Skratka, veliko manj je stvari, ki so res tajne, recimo, no, ki jih je mogoče skrit v arhivih, stvari, ki jih je delala neka oblast, neka država, recimo. No, to je drugače od 30 leta, ko je že vzpostavila državo, kjer pač politika je kabinetna, mislim, izključno, mislim, lahko samo kabinetna. Doči v tistem času ne, je veliko pomembnih stvari potekalo, recimo konferenc, popadov, pridobivanja, agitiranja, kjer se glasuje. Obstaja konference, pač glasovanja, ki imajo politične implikacije, in te stvari so javne, so objavljene v časopisih. Skratka, ko se je to rekonstruiralo, ko so bili dostopni do teh časopisov, ko so obstajali, bilo mogoče izraziti neko korektno sliko iz tega narediti. V časopisih je bila tudi jasna vloga Trotskega notri, recimo, no? Ali po spominih iz 20 let. In je zanimivo ne pač gledati, kaj je sovjetsko zgodovinopisje potem v 60-ih upoštevalo dejansko, česa ni, recimo, od svojega pač lastnega dela. Ne? Zdaj, oktobrsko oborožena vstaja, ne, v teh 3 usodnih dneh ne pripravil organ vojne revolucionarne politike. Ta organ je ustanovil Petrogradski sovjet 12. oktobra. Zdaj, sovjetska interpretacija je pač taka, ne, da pač to sam Lenin. Da je to Leninova osebna ideja, da pač ne more priti. Ne. Zdaj, v zahodnem zgodovinopisju obstaja konsens, da je bil Trotski voditelj tega vojnega revolucionarnega komiteja. Ne. In to danes prebere tem pri Kotkinu, kot pri recimo The People's History of Russia Revolution od Willa Faulknerja. Ne. In te izhajajo pač iz spominov Trotskega, recimo, ne. Z njegove People's History of Russia Revolution, ki Trotski piše, jaz sem bil glavni
In celo dokazuje, recimo, sovjetske članke, recimo, po revoluciji, ki so mu priznavali vlogo, da je bil glavni, da ne bo ironija večja, celo Stalin je leta 18 v enem članku napisal res Trotski je bil pač glavni. Ne? Ampak zdaj, če gledamo stvari, ne, malo bolj natančno, ne, zdaj bolj natančno pač te stvari pač moramo pogledati, ne, zadeva pač ni bila pač tako enostavna, recimo, da je šlo samo za enega zgodovine. Recimo, že Rabinovič v tej svoji knjigi ugotavlja, da je šlo za resnic več, da se je vodstvo tega revolucionarnega komiteja, da se je menjalo, da je bil to Anton Ovsenko, da je bil to Podvojski, Lazimir Levi Eser v začetku in podobne zadeve. Ne? In ta zgodovinar je Rikalov, ki piše knjigo Oktobrski oboroženi vstaj kon 60-ih, ne objavlja faksimile dokumenta, v katerem pač je dokazano, ne pač piše, ne, da je dokument, v katerem se Lenin podpiše kot predsednik vojnega revolucionarnega komiteja. Skratka, očitno ne, se realno vodstvo ne pač je bilo veliko fluidno. Ne? Situacija je bila taka, pač oktobrska revolucija ne, je v stalinskem zgodovinopisu prikazala kot neka mojstrovina, kot dejansko stvar, ki se je res išla najbolje pripravljena vstaja v zgodovini človeštva. Ok, malo ponomiljena slika je tudi pol v sovjetskem, kasnejšem zgodovinopisu. Pač Rabinovičeva zgodba kaže, kaj vse je šlo tle na robu. No? In so mogli te najvišji funkcionarji neprestano gasiti požare na terenu. Trotski je bil res pač v tem vojnem revolucionarnem komiteju, ne, recimo, da je imel nekaj časa glavna vloga, ampak on je imel svojo funkcijo v Petrogradske Sovjetu in mogel laupati tja. Potem ta Podvojski, za katerega sovjetsko zgodovinopisje pravi, on je tehnično bil glavni vodja tega komiteja, ne, on je bil delegiran v poljski štab za napad na Zimski dvorec. To pomeni, da v pisarni v tistem času mogel biti nekdo drug. Ne. Tako da je teoretično je posebno mogoče, da v enem momentu ne, se znajde Stalin tam, ne, boš ti zdaj malo skočil, no, da malo dviguj pač telefon, recimo. No. Mislim, to je pač čist neka varianta, recimo. No. Zdaj, problem je v sovjetskem zgodovinopisju v 60-ih je težko sploh določiti vlogo Trotskega v teh dneh. Napiše v njemu najmanj, kar lahko. Recimo, v tem delu je Rikalova, ki sem navedel, 500 strani v oktobrski vstaji, recimo, komaj izvemo posredno, da je bil član vojnega revolucionarnega komiteja. Potem v tej sovjetski zgodovinski enciklopediji je bil zraven, ampak nič ne povejo, kaj je on Kubiča konkretnega tam počel. No? Recimo tudi Lenin, recimo, če je bil voditelj tega vojnega komiteja, Lenin je imel tudi 100 drugih nalog, on je pisal prve dokumente sovjetskih oblasti, sestavljal je, kdo bo sestavljal prvo vlado, skratka, dejansko je mogla zadeva pač fluktuirati takrat. Ne? Skratka, zato je stalinski mit, ki je nastal pač v 30-ih, ne, in je najbolj živ v tej knjigi Velika proletarska revolucija, ne, lansiral zgodbo, utemeljil Stalinovo glavno vlogo v nekem fantomskem organu, ki se mu reklo partijski center. To je pa, nekaj nazaj, moj naslovna slika. To je bilo to, ne. Skratka, dejansko ECK, bolševiške partije, določil, da ne bi določeni tovariši, ne, Stalin, evo, očitno on Dzeržinski sedi, Sverdlov zgoraj, Uritski, z nekom govori po telefonu, ne, pa še peti Bubno, samo Bubno je bil žrtvo Stalinovih čist v 30-ih in pač ni pršel in to sliko. No. Gora, skratka, ne bi oni teoretično koordinirali vstajo. Zdaj, v praksi ni nobenega dokumenta sovjetsko zgodovinopisje od 60-ih nič ne pove o teh ljudeh. No. Mislim, čisto ni, mislim, da v njih posameznikih kaj kdo počel že, ne pa kaj bi oni v celoti kot organi vodstva. Skratka, o tem ni ne duha, ne sluha, ne, ampak pač v tele veliki proletarski revoluciji, ne, je pa pač zadeva prikazana s pač z veliko pač dramatičnostjo, pač neverjetno. Ne. Tako piše, recimo, no, to je en tak moment literarni. Ne. Recimo 24. zjutraj, recimo, ko se dogodki v temole v Petrogradu, ko se zaostrijo. Začne se tako, da vladne sile, ki vejo, da bolševiki nekaj pripravijo, napadajo uredništvo rabočega puta, to je pravda, recimo. Ne. In pač to je v veliki proletarski revoluciji takole opisano. Ne. Telefonirali so Stalinu, ki je bil urednik časnika. Ne. Razburjen glas je poročal, Junkerji razbijajo pravdo. Ali jih je mnogo? Majhen oddelek s časnikom na čelu. Dobro, takoj pošljemo oklepne avtomobile. Stalin je ukazal, ne pošljajo 2 oklepna avtomobila. Ne.
Zdaj, ta zadeva pač anekdotična noter, mogoče, mislim, zdaj Kotkin pravi, da je bil Stalin takrat osebno v uredništvu rabočega pluta. Se pravi, ni mogel samega sebe klicati, recimo, no? Ampak tudi, recimo, če ni bil, ne, je vseeno, recimo, glede na to, ne, da imate zgodovino, ne, kjer je lukna, da ni, se ne pove, kaj je Trotski počel, recimo, ne, pa da napihneš, daš taki zgodbi anekdotično neko srednjo mesto, recimo, ne, skratka, se neka zgodba, ki mogoče empirično se je zgodila, ne, se je ustvaril tist neke večje teže, recimo, skratka, se s tem utemeljuje pač vlogo pač nekega voditelja. Recimo, ne povejo pa, in recimo tega tudi sovjetsko zgodovinopisje v 60-70 ni povedalo, ne, kaj je Trotski počel, da je pač on politično prepričal na sestanku garnizije Petrograjske, ne, da ne stopijo na stran vojnega pač revolucionarnega komiteja. Pač tega ni v nobeni zgodovini sovjetski. Niti tega ne, da je 23. šel v Petropavlovsko trdnjavo, to je na unem polotoku, čez zaliv, ki gleda na Zimski dvorec, prepričal pač posadko, da pristopi na stran vojnega revolucionarnega komiteja, odhodar so pač, kamor smo postavili rezervni štab, uporniški, recimo, ne, in tudi strelili par strelov potem na Zimski dvorec. So bile ključne stvari, recimo, ne, pa vedno sovjetske zgodovine ne obtožujejo omahovanje pri revoluciji, ne. Ampak pač omahovanje pač ni šlo samo zato, ker je on čakal na dobi kongres Sovjetov, ampak se je Trotskemu šlo ravno imeti res koncentrirane sile, ravno imeti bojaštvo na svoji strani. Tega pa do zadnjega dneva niso imeli zagotovljenega pač njegove podpore. To je Rabinovičeva poanta, ne, zdaj jasno, ne, v teh sovjetskih zgodovinah pač tega ne. Okay, zdaj se počasno približujem koncu predavanja, ne, in zdaj ostane nam samo pač še napad na Zimski dvorec, ne, oziroma Juriš, kaj imate reči, ne. Vsi poznamo slavni prizor iz Eisensteina, pač iz oktobra, dramatičen, bombe padajo, puškarni, veliko, skratka prizor, kjer mora biti veliko ranjenih, ne. In zdaj te podobe so dolg časa živele v zavesti, verjetno tudi še danes živijo, predvsej o tem oktobru, čeprav danes se vendarle na vse s podobnih dogodkih pove, pa se to je mit, pa to, no. Ampak tem bolj v 50-ih, 60-ih, 70-ih so te podobe, recimo, ne, iz teh mitologij, iz 20-ih, recimo, še živele. Recimo so se tudi, evo, tukaj, ne, to je slika, ne, gotovo stalinskega obdobja, ne vem, kdo je avtor tega, ne, je pa to v knjigi Petra Milosavljeviča, iz njegovega dela Velika proletarska dela Velika oktobrska socialistička revolucija, ne? Pač delo pač neka eksegeza poststalinskih, ta knjiga sama, pač razlage, pač demonizacije Trotskega, pač nekaj osnovnih informacij tam noter je, ampak sama taka slika, jaz ne vem, na kaj spominja, vas mene bolj spominja kot Juriška Mrajska, no. Skratka, zgleda tako pač agresivno, večjo bombe, streljajo. Zdaj, John Reed, v unem svojem delu 10 dni, ki so pretresli svet, ne opisuje malo drugat zadevo. Skratka, John Reed opisuje, ja, bil je frontalni napad na Zimski dvorec, ker srednji dneva se začela tako, da so začela preskozi okna pa kleti, ampak ja, ob polnoči, ne, 25. zvečer, ne, je kolona pač rdečih gardistov pač šla noter, ne. Ampak ne opisuje nobega streljanja, glavna vrata so bila odprta, oni, ki so varovali Zimski dvorec, so odvrgli puške, ne. In skratka, so šli v Zimski dvorec, Trotski opisuje, da bomb niti niso mogli uporabiti kaj preveč, ker sta se pač obramba začasne vlade in pač revolucionarne sile so se preveč nagužvali, eden izbog drugega, in če bi bilo veliko metanja bomb, bi drugega vrgli v zrak, najverjetneje, ne. Zdaj, po popisih tega sovjetskega zgodovinarja Jerikalova je bilo 6 mrtvih v resnici v Zimskem dvorcu takrat, rdečih. V celotni oktobrski revoluciji v 3 dneh v sovjetskih poststalinskih ocenah ne bilo 10 do 15 mrtvih. Recimo, pač vsega skupaj. Skratka, to ne gre s temi predstavami, pač jasno najboljš skupaj. Ja, zdaj bi rešil, bi se dotaknil še te dileme, brez katere ne more biti, ne, z nosom nekako tudi začel, a je bila oktobrska revolucija puč. Skratka, navadni državni udar, ki z hotenji ljudi, s tem, kaj se je že dogajalo, ni bilo veliko. Zdaj, prvi, ki je en od prvih, no, prvi, ne, ki je govoril o oktobrski revoluciji kot pučo, ne, je bil že John Reed, skratka, absolutno bolševikom naklonjen avtor
za katerega je Lenin trdil, da ga je treba tiskati v milijonih izvodov in tam pač piše, ja, tisti je pač navržen. Zdaj bolj artikulirane, jasne interpretacije imamo v pisju danes, imamo recimo Orlando Fajksa, recimo Tragedija ljudstva, on je pač najbolj tipičen predstavnik teorije pač o puču. Zdaj njegova razlaga je pač preprosto taka, ne, da Oktobrska revolucija, karkoli se je takrat zgodilo, ni bilo niti malo podobno temu, kaj se je zgodilo februarja. Recimo februarja žrtve februarske revolucije so 1900 recimo 1900 mrtvih demonstrantov. Niti ni izgledala kot neke velike demonstracije, neka eskalacija, spontana ljudske jeze, recimo v julijskih dneh, 500 000, ne, ampak dejansko je šlo pač neke skupine, ki je pač uzurpirala tudi kongres Sovjetov in te zadeve. No. Zdaj, jaz bom rekel, ne, da tukaj ne, je pa sovjetsko zgodovinopisje, ki ga upošteva Rabinovič, v teh momentih postreglo z dalo poudarek na določene momente, ki pač mogoče drugače, skratka, mogoče kritično gleda to zadeve. Tudi Rabinovič ima drugačen pogled, Fajksa, ki pravi, ne, se ta zadeva dejansko imela pač množično pač ljudsko podporo, recimo, ne, ampak to pojasne, recimo, pri Rikalo v tej svoji knjigi Oktobrska oborožena vstaja, ne, za te dneve navaja ogromno število mitingov, sestankov, ki so se dogajali v tovarnah. Pač te zadeve so preverljive, pač, ki so bile objavljene, pač citirane so v časopisih. Skratka, Rabinovič te stvari lahko pač preveril. Pove, da člani vojnega revolucionarnega komiteja ne, so bili tudi zastopnikov, skratka, ne kot voditelji, ampak delegati v tem komiteju ne, so bili tudi zastopniki sindikatov, pa iz tovarniških komitejev. In ta revolucionarni komitej v tistih dneh, predno se je zgodila vstajati, pošiljajo komisarje v najpomembnejše tovarne, na najpomembnejše železniške postaje in te zadeve, skratka, suma sumarja mogoče reči, da so bolševiki takrat, prednji je Zimski dvorec padlo, ne, imeli hegemonizirano mesto. In kot eksplicitno, v tistem času bilo reče, demonstracije velike po mestu pač niso bile zaželene, pač vojnem revolucionarnemu komiteju se je šlo izvesti neko kirurško operacijo, pač aretirati pač vlado, ne pa nekih ogromnih velikih demonstracij. In pač ta je Rikalo objavila dokument, da tudi en dan po oktobrski revoluciji so objavljeni razglasi sindikatov in tovarniških komitejev, da teh delavcev zahtevajo, da ne grejo na delovna mesta in da skratka ne prekinejo z vsemi stavkami. Da ne smejo stavkati. Skratka, ni bilo zaželjeno, da bi takrat bile ogromne pač, manifestacije, recimo. No? Zdaj, mi kot vemo, tudi z naših osebnih izkušenj, da pač neke velike demonstracije, velike slike ljudi, recimo, ki nastopijo po trgih, niso sami po sebi še revolucija. No? Jaz večkrat rad uporabljam primer protivojnih demonstracij proti vojni v Iraku, ki so se zgodili v Londonu z več kot 1 milijon participentov, recimo. No? Kot je London zgledal bolj tako, ali pa Dovčenovi, recimo 2001 proti G8, ko je gorelo marsikaj, ko so bile reke ljudi po ulicah in kjer so recimo naredili verjetno več škode kot rdeči garbisti v Zimskem dvorcu, ne? Ni prišlo do nobene revolucije, takrat se absolutno ni zgodilo čisto ničesar. No? In tista dejanja, ne proti vojna, ne v Dovčenovi, ne v Londonu, niso imela nobenih političnih konsekvenc. Dočim to dejanje pa še pohipa, mislim, očitno ga je imelo. No, zdaj jaz mislim, da je tukaj treba, da ima zgodovinar Pokrovski, se ga naprej, ne, ki je že od 20-ih postavil pač neko razlago oktobrske revolucije, ne, ki ga mnogi deloma povzemajo, deloma ne, pravi tako, da je pač sovjetska oblast dejansko že obstajala de facto, treba je bilo narediti del ure. Ne. Zdaj pač to najbrž, ta ocena mislim, da zdrži. Ne. Skratka, ker drugemu kongresu Sovjetov, ne, zdaj pa res zaključujem, ne, je na koncu predstavilo le še to, da je legaliziral stanje, kakršno je nastalo z agitacijo začasne vlade. Potem, vse, kar bi komentiral pri tem drugemu kongresu Sovjetov, so samo številke. Števila pač udeležencev. Tukaj ne. To sem videl, ko sem gledal različne literature. Doskrat del zgodovinarjev trdi, da pač bolševiki niso imeli pač večine na tem kongresu. Ne? Češ, da od 700 delegatov so imeli samo 300, da so pol rabili koalicijo z levimi SR. Pa vidim pri drugi skupini avtorjev, ki uporabljajo pa da bistveno višjo številko, skoraj za 100 več. Ne? In v bistvu nihče pa zares ne utemeli, od kje je pobral to številko. Ne? Zdaj, tisti,
starejša generacija, recimo levičarskih zgodovinarjev, je vedno uporabljala 400, recimo 400 imate Britoško, recimo, še najdete noter tale Rabinovič uporablja 300, recimo, to je zanimivo. Potem Giuseppe Boffa, ki je pri nas do začetka 70-ih prispeval zanesljivo najbolj uporabno, mislim, prevod njegovega dela na zgodovina revolucije zdaj stoletje. Ruska revolucija ima 338. Tudi ne vem, kje je prišel Androv. Mislim, ne piše, kje so prišli številke, ampak sovjetsko zgodovinopisje je pa dal, v bistvu, mislim, ta Jenikalov, ne, določene, vsaj poskušajo pojasniti, recimo, se ne rabimo strinjati, ampak vstaj vse prizadeva, ne, pač Jenikalov razlaga, ne, da je številka 300, ne, ki jo nekateri omenjajo, da je to v bistvu je to anketa, ker najprej vsi delegati, ki so držele prišli, so rešvali anketo, ker so povedali, za katero stranko načeloma so in s kakšnim mandatom so tam. Skratka, kakšne odločitve ne bi zastopali. Toč ne bi v anketi bilo 300, ko pa se ne bi kongres začel, taka njegova interpretacija, ne bi se število bolševikov pospelo še za 90 gore, recimo, ne. Zdaj, dejstvo je, da se v tem kongresu marsikaj zgodilo, ker bo ambient blazno buren, ne, vmes so bili topovi, in te stvari, delegati so vedeli, da se nekaj velikega dogaja in marsikdo od njih verjetno se v tistem hipu ni zaželel biti na napačni strani zgodovine, ker po teh anketah ne bi pa več kot 500 delegatov dobilo mandat svojih lokalnih sovjetov, da zahteva izključno sovjetsko oblast. Skratka, ni to pomenilo, da bi bili za bolševike, ne, lahko bi pa mandati bil pa taki, recimo, vmes, vse točne številke ne ve se niti točno, koliko je bilo vse delegatov. No? Hočem reči, mislim, to je vse, kar sem hotel povedal, obstajajo pač te dileme, ne, in obstajajo določeni načini pač za njihovo pač razreševanje. No, iz moje strani bi bilo to zelo vse. Hvala. Lepo najlepša hvala za to izčrpno in tudi za zanimivo predavanje, ki je za mene držalo pozornosti do samega konca. Zdaj bi vas pa pozval, da malo razmislite in predavatelje še kaj vprašate. Gotovo imate kakšno dosti vprašanj, kajti gotovo ima predavatelj tudi dosti odgovorov, njegovo eruditsko znanje od samih samem delu, mogoče kakšno vprašanje? Če lahko, morda, najlepša hvala za predavanje, res izredno zanimivo, koncizno. Me zanima vloga, recimo, Trotskega in kako se je razvijala potem v času državljanske vojne. Zanimivo je, recimo, ta kontekst evropski, ker se je oglasil se Karl Kautsky, ki je bil takrat neke vrste ironično papeško manjšno, naslednik Marxa, recimo, ne. In on se je oglasil proti oktobrski revoluciji. To je dejansko diktatura proletariata in tako naprej. Njemu je potem odgovoril Lenin, še isto leto ali naslednje 19, in potem je svet Kautsky odgovoril, svet narobe, in potem se je oglasil Trotsky leta 20, spet proti temu Kautskiju, in on je pisal ta odgovor v času te pomladne ofenzive na Poljskem. In se prav se pozna njegovo, sploh uvod njegovo, ko piše o tem ravnotežju moči, ki je v liberalni demokraciji, kako je to napačno, da treba dejansko z diktaturo in da treba pobiti. Me zanima, kako se njegov pogled, ker kot ste omenili, na začetku je bil on bolj tam mlačni, oziroma, kako ste rekli, vmesni, v stranki vmesni. Kako je prišel on od tega stanja, da ni bil totalno odločen do te, kako bi rekel, zagovornik vojnega komunizma in tako naprej, rdeče predaj. Ja, tukaj smo res praviči, ti si bil dosti pač koncizem, mislim pač veliko povedal pač o tej predzgodovini, recimo Trotskega, teh umestnih. Pač Trotski bo ena od teh takih osebnosti, ne, podobno kot Plehanov, recimo, skratka. On je bil velik zvezdnik, recimo, no. On je dolg časa funkcioniral kot intelektualec, ki se
se rad pač prepiral, interveniral v časopisih, po določenih zgodovinskih trenutkih, ko ga zgodovina pokliče, tako je bilo recimo tudi vodja Petrograjskega sovjeta leta 1905. Njemu je osebno bolj beletristika, pisanje, recimo intervencij, bolj ležalo. In to se tudi vidi, recimo, ko berete na zgodovino Ruske revolucije, tisti je pač mojstrovina, pač kaže elitizem, razgledanost vrhunskega intelektualca, no, mislim, v tem dvome. To je tudi marsikaj, sta bil človek, recimo, z desnobe neki organizaciji, partij, da bi bil on sposoben imeti svojo linijo, voditi svojo stranko, pa ni uspet, ali pa pač propast. Je bil eden teh likov, ki so bili v tej socialdemokratski sceni, prav scena je, moram reči, pač možni, recimo, no? Ki so pač funkcionali tujini, recimo, in pač pol je pošla neka situacija, taka eskalirana, je on gotovo, da pač njegova intelektualna pozicija pač ni zadost, recimo, da rab neko trdno pozicijo, recimo, ne, to mu je pa takrat nudila pač bolševiška partija. On dejansko, svetovno-nazorsko, ni bil nikoli zmiren, recimo, no. Njegovi koncepti, recimo, so podobni Leninu, recimo, ta teorija o permanentni revoluciji, recimo, on jo je na nek način, tako bom rekel, no, konceptualno pri izhodiščih se od Lenina v bistvu ne razlikuje. To so le pač te stalinske, so tudi kasnejše sovjetske interpretacije, da je to totalna razlika. Ampak v resnici ni. Edina razlika glede te teorije o permanentni revoluciji je od Leninom in Trotskim ta, da Trotski iz tega naredi neko preveč razbohoteno zgodbo, recimo, no? Ki je po mojem mnenju tudi zaničeno. Mislim, politično, pač interpelativno in starim v bistvu z lahkoto, v bistvu tudi ideološko v bistvu z njim pač obračunal, ker ni v bistvu nobene tako primerljive točke, recimo. Pa sej Lenin tudi med revolucijo leta 17 reče, se pri nas res ne moramo, ne, do konca izpeljati zadeve, ne, ampak nekaj pa v bistvu pa vendarle lahko naredimo, pa Lenin ja govori o svetovni revoluciji, vendar nima take teže to pri njemu, tukaj gre za poudarke. Nikoli ni bilo tako, da bi bil Trotski nekoč, pa da je pa postal recimo krvoločen, pač nekaj takega, recimo. Mislim, ljudi, to je izraz, ki ga ima Fajks blazno rad posuroveli, mislim, vsi so posuroveli, tam ni bilo, ne vem, nežnih ljudi, no, pač nežni ljudje, ne vem, no, ali so jih posekali, ali so pravi čas, če so imeli to srečo, pač nekam pobegnili, recimo, no, pač ni bilo dobrih ljudi. Poslali v to šlako. Hvala, je še kakšno vprašanje? Jaz bi kolegom, pač starejšim, vprašal dejansko za te artistske zgodovine kot žanra pač v Jugoslaviji. Ne? Jaz vem, da pač splošni projekti o zgodovini ZK, tista knjiga je žalno državnost, recimo. No? A je bilo nekaj tazga, kaj bi mogoče rekli, mislim, poskus žanra pisanja partijske zgodovine jugoslovanske ali dejansko žanr NOB-a pri nas in pri drugih narodih, recimo republikah, ne, nekako državo, recimo, nekako to zadevo, to me res zanima. Kaj je menite? Če sem jaz vprašan. Ja, no. Pravzaprav je zdaj seveda vprašanje, kjer od partijsko zgodovino se, bom rekel. Tisto, ki ne obravnava samo NOB-a, tisto, ki hoče kaj relevantnega povedati od 30-ih, recimo pa 20-ih. No, zdaj imamo dve, ne, tista iz leta 63, pa tista iz leta 86, ne. Vsekakor je tista iz leta 63 malo recimo temu prebavljiva kot ta, ki je nastajala na en čuden način iz leta 86, ki je šla. Ampak dobro, pustimo. Če ne razlika? Mislim, da je sam dopolnjena. Ni dopolnjena. Tu so bili novi pogledi, zlasti so se pa tu... Ker sovjetski avtori, to je 63, zelo cifre. Tu so v tej leti 86, ki je nastajala prav tam od Titove smrti naprej, ne, mnogo let seveda z vsemi tistimi klasičnimi slovanskimi prepiri, tako imenovanih nacionalnih zgodovinopisij, ki so seveda to knjigo dolgo držali v, ali bom drugače povedal. Kolegi so radi hodili na Brivone, v Igalo in tako dalje, kjer bodo pisali knjigo o jugoslovanski partiji in tako dalje. In je seveda bilo prijazno hoditi v te letovišča in tako dalje in pisati, v resnici so si pogledovali morje in tako dalje. In v glavnem, ko je bilo pa treba napisati, so gotovili, da seveda je milijon odprtih vprašanj,
ki jih enostavno, predvsem vprašanj različnih interpretacij nacionalnih zgodovin. Spet to razmerje nacionalno razredno. Ja, in seveda ta razrednost je na eni strani ven butala, ali pa bom rekel tisto jugoslovanska delovski razred mora biti enoten, na drugi strani pa seveda ta nacionalni moment različnosti. In nazadnje so se odločili, da bodo vsa poglavja napisali 4 ali 5 ljudi, da bo prevzel, ne vem, Janko Pleterski obdobje socialdemokracije, odnosno 19. stoletja med prve svetovne vojne in tako dalje. Razdelili so si in potem so enostavno vse tistih milijon, ampak mnogo tekstov, ki so jih mnogi ljudje napisali, enostavno naj bi jih povzeli v tem, v resnici so pa nekatere stvari enostavno riskirali, ker je se seveda takrat zelo mudilo, da se to naredi. Šlo se, mislim, da takrat se ravno leto 86, leto partijskih kongresov, torej republiških in tudi zvezdnega. Tako da je bil pač en, rekel, pritisk hitro narediti, medtem ko ta knjiga iz leta 63 je nastala, sorazmerno v bolj mirnih razmerah, vsaj mednacionalno bolj mirnih razmerah, razen seveda reakcija, ki je nastala na to knjigo na Hrvaškem, strani Franja Tuđmana, ki seveda se ni strinjal, to je bil tudi njegov konec njegovega, bom rekel, partijskega vzpona in je bil tudi partijski padec, ki je pomenil to pa tudi njegov nacionalistični vzpon. Namreč, on se ni strinjal z interpretacijo z leta 63 v tej knjigi, z interpretacijo sporazuma Cvetković-Maček, torej po nastanku Banovine Hrvaške, češ Hrvaška je dobila premajhne ozemlje v Bosni, zatem tu je pravzaprav partija, torej komunistična partija Jugoslavije, po malem zafarjično partijo Hrvaške, ki je še takrat nastala, in v glavnem, dobro se pravim, to je bil ta moment, ampak to je bil reakcija potem, ko že knjiga je šla, tako da se pravim, da je pa res, da seveda so te knjige vse ta druga, ta iz leta 63, pardon, iz 86 je nekako rekel, zaradi pač spleta okoliščin, ko se vsa stvar, bi rekel, v Jugoslaviji začela drugače gibati odnosno do interesov, ki je šla nekako mimo, tako da tudi mimo zgodovinopisja. Enostavno ni imela tudi v uradnem ali pa v zgodovinopisju nobenega odmeva. Medtem, ko prva je imela sorazmerno, zaradi tega, ker seveda je bila dobro. Bil je na nek način nekakšen poskus napisati veliko zgodovino VKPB-ja, na ta način, ampak v drugih časih in v drugih razmerah. Ampak še vedno je pa seveda res, da ta knjiga leta 63 začela nastajati po tistem, ko se začne seveda Zveza komunistov zopet približevati, delno približevati seveda sovjetski, torej Hruščevomu in tako dalje. Dobro, to je dobri podpor. No, če komentiram, ta slika spominja kvečemu na stereotipne predstave francoske revolucije, je mogoče tudi ta moment Bastilja. Jaz sem res najprej na Reichstag. Zimski dvorec je tudi tako narejen kot Bastilja, mislim, dejansko je kot trdnjava in ne kot dvorec, na nek način, na tej sliki. Mogoče bo še jaz kakšno vprašanje glede teh zgodovinopisov. Jaz sem zdaj predkratno pripravil referat o zgodovinopisju še zlasti sodobnem in sem se naletel na raziskoval Košilo Fitzpatrick, ki je enega zelo zanimiva, mi je zelo jasno predstavila in imela zdaj dosti referatov o stoletnici. In ena izmed stvari je bil, da ona razlagala, ki naj bi predstavljala eno to generacijo teh prvih zahodnih zgodovinarjev, ki so prišli dejansko tja. Tudi recimo Pipes, ki je bil eden prvi, ki je to imel predstavo
oktobrske revolucije kot puča, ne, in kot nečesa grozne zamote. Ne so pa prišli recimo Rabinoviča izmed prvih in dejansko na štipendije British Council in raznih takih štipendijah tam dejansko komunicirajo z ljudmi. Zanimivo pa je, da je rekla, da so se oni dosti povezovali ravno s tistimi zgodovinarji, jaz tega scene ne poznam, to sprašujem za komentar, ki sicer ne more reči, da so bili disidentski, ampak so bili nekonformistični in so recimo veliko... To so sovjetskimi, ne? Sovjetskimi, ja. Ti mladi štipendisti, ki so prišli v Sovjetsko zvezo, so iskali nekonformistični, ne? So padli z njim v stik, ti nekonformistični so pa dosti podarjali bolj same mase, kot pa bi rekel, vodstvo partije. Če to gre, sprašujem, če gre to v kontekst teh obdobij. Ne, popolnoma gre. Gre, popolnoma gre, no. Čeprav, mislim, Rabinovič je bil v 60-ih tam, recimo. Pač bil je Britovšek, ki je bil v 70-ih tam v Sovjetski zvezi. In pri Britovšku, recimo, to je to, no, poznam mogoče pri Britovšku bolj opazovati, ne. On ima tam v tistem Stalinovem termidorju določene stvari, ne, pa je on kar rigorozno navaja, pač citira, kar pove, ne. So določeni pasosi, za katere sprašuješ, kje je pa on to zvedel, recimo, no. Pač dejstvo je, da so mnogi te sovjetski zgodovinari ali pa sogovorniki bili na 4 oči, če si bil nek zaupen odnos, bili pripravljeni več povedati, ne, kot so lahko pač napisali, recimo, zato je obstajala velik interes, pač potem pač druženje, recimo, normalno, no. Drugač, glede množice pa to, no, ja, no, pač absolutno, recimo, no, pač ta je Rikalo, ne, mislim, da se je rešil zdaj pregledovati, no, mislim, njegov pristop je zelo v bistvu pač podoben Rabinoviču, ne, pač ampak je pa jasno, ne, česa ta je Rikalo ni smel napisati, recimo, pač ni smel dati noter Trotskega na tak način, recimo, no, vedno, očitno se je vedlo, kje so meje, recimo, kaj se sme povedati, ne, kaj se je, oziroma kaj pač ni zaželeno, ampak finta je taka, recimo, vse on navaja vir, recimo, no. Zdaj, dejstvo je, da pač to sovjetsko zgodovopis, jaz ga ne bi priporočil nobenemu kot prvi vstop v rusko revolucijo, recimo, no. To je jasno, no, ampak v unem času, ne, pač, če si šel v nevere pogledati, je bilo jasno, pač, zakaj se gre, pač, v nek način, no, pač. Če ti navajaš spomine teh in teh, no, ki v Trotskem govorijo, tako pa pač ti izvestijo, pravno pač v tistem času, ne vem, pred Stalinskim, ko je jasno, kakšna je vloga, recimo, Trotskega, pa kombiniraš z raznimi zapisi, pa tako, no. Mislim, meni so recimo res fenomen tehle lukenj, mi je fascinantno, recimo, zakaj se je post-stalinsko zgodovinopisje odločilo za luknje, ne pa recimo za potvorbe. Pač odgovor je tale, da pač takrat recimo, no, je obstajalo ogromno informacij, ki so bile na zahodu, recimo, no. Recimo te oblastnike sovjetske in tudi partijske zgodovinarje je skrbelo ne samo to, kaj bodo rekli, recimo, kaj bodo napisali, recimo, ameriški pa angleški meščanski zgodovinarji, ne. Njih je skrbelo, kako jih bodo kritizirali tudi komunistični zgodovinarji, recimo, ne. Ker ko imaš ti 60-70, to ni več čas, da ti recimo neki italijanski zgodovinar napisal kaj napačnega, pa da bodo poklicali v Moskvo, pa da so v pol nekaj zgodilo. Takrat to ne funkcionira. Pač Bofa ima popolnoma recimo korektno zgodovino z Trotskim, z vsem, ki problematizira pač na svoj svoboden način, je to že nek začetek eurokomunizma, oziroma hočeš nočeš z eurokomunizmom ali brez nekaj takrat gibanje funkcionira pač drugače, ne. In se sovjetski zgodovinari in oblast zaveda, če bodo oni napisali totalne neumnosti, da tako enostavno rečem, recimo, nas bodo oni lahko popolnoma sesuli, ker kot rečeno, ne, stvari z oktobrsko revolucijo so bile predvsej odprte, recimo, pač kdorkoli je prišel v Sovjetsko zvezo, že če pogledal stare časopise, je lahko sestavil določeno rekonstrukcijo dogodkov. To je pa na drugo vprašanje, ki me tudi mene zanima, kako so lahko ti, ki so prišli, mladi zgodovinari, štipendisti, iz Zahoda takoj dobili te informacije. Očitno je, zdaj sem že dobil to odgovor, ker to je zato, ker je bilo to objavljeno v Pravdi v... Ja, no, dobili so recimo ene Britovšek, jaz sem pač mlada generacija, ne, da bi pač ga poslušal, ne, sem ga pač pod koncu življenja imel možnost srečati dvakrat, ne, ker sem ga spraševal, kako on raziskoval, ne. In oni bo pač, v te knjižnice so oni hodili, ne, in pa so prosili, dajte mi prosim, tega Buharina, tega polnega, ravno specialno, to ni bila. In potem je Britovšek sedel sam, na drugi koncu iz dvorane je sedel pa Molotov. In sta pač vsak na svoj način brala in pisala zgodovino Velikega oktobra. A tako bi tega pa nisem bil. Ja. Srečo je Molotov. Ja. Molotov je bilo čez 90. Ne, se vem, to vem, ker recimo od Molotova obstajajo izjemni spomini.
mislim, ne njegovi osebno, ne, ampak dva sta se z njim pogovarjala v 60-ih pa 70-ih in v angleščini Molotov Remembers oziroma v ruščini in še daljše, ampak to je fenomenalno. Ampak to že, ki je rekel, pač oni so ti, vsi so ti vse dali, recimo. Dobil si Trotskega, če si hotel, dobil si Buharina, niso ti godornali, zakaj si sposojaš samo delal sovražni korist. Ti narod, nisem to ponavljali, ampak drugo je pa vse, kar je hotel. To ni bilo kot grem za knjižnico Šiška, pogledajte, ne vem. Ampak pač v specialnih knjižnicah, v katere pač je kot nek štipendist imel dostop, recimo, kjer je imel svinčnik pa papir. Stari, da si ni rabo tam sposojati, ker je bil doma na polici. Če ni drugih vprašanj... Možemo kratko. Prosim, ne hočem zaključiti. Koliko se pa teh virov izgubilo, podobno, ko so se ljudje izgubljali v 30-ih? To dejansko ostalo, so zapakirali? Ne, očitno je, da tega niso uničili, da očitno je preživelo to Stalinost, ker pač navajajo spomine ljudi, ki so padli pa na nemilost v 30-ih, ne so jih pa citirali. Recimo tudi John Ritter, recimo, no, 10 dni je pretreslo svet, no, pač to v Stalinovem času, pač te knjige so šle v bunkerje, pač, no. Oziroma, meni je stari Gostinčič povedal, da so oni imeli tako strategijo, da v enem momentu, pač recimo v Sovjetski zvezi, je postal sporen Dostojevski. Tega noben ni objavil uradno, ampak pač njegovih knjig v knjižnici ni bilo. Se pravi, še danes v knjižnico stvari ni, ne. Naslednji dan, da ste dobili, zdaj leto zdaj ni, ne. Oziroma, za ta dela so pa sploh vedeli, da so nezaželjena, da si jih noben ne bo sposobil, ker če bi kdo hotel, to postane sumljivno, ampak ne, te knjige so preživele očitno, no, ki se John Ritter tudi na zavodu izhajal pa to, no. Ampak očitno, no, ti spomini iz 20-ih, Rabinovič, recimo, celo vrsto citira, ne, so zastali na vsebinsko za tisti pogled, ki v njemu govoril kot o vodi, so vodi oktobrske revolucije, bili kompromitirajoči, ne, ampak očitno so preživeli, ne vem, so nekom takrat, no. No, za Johna Rida naj pač naredim reklamo, da je na našem portalu. Ja, bravo. Objavljena slovenska verzija. Ja, ker je težko dobiti to. Hvala infrastruktura raziskovalna za to. Tako da... Če mi dovolite, ta formalni del sklenil in se lahko tudi še neformalno pomenite z avtorjem med sabo v oktobrski revoluciji in priznajte se prav fino, se bilo večkrat pomakniti od božičnega razpoloženja in se pogovarjati v tem trenutku je mogoče celo bolj paslo kot samega novembra, ko je bilo pa tega kot božiča. Mi smo na inštitutu tudi odgovorni za par zadev, da ne govorim o vaših knjigah. Vse v Sloveniji je programno novenih, v Avstriji pa neč. V Srbiji skoraj nič. Sem prav presenečen. Tudi komunistična stranka Štajerske je gotovo. Tako gotovo. Ne, to sem tako neki akademike, sem sprašal, kaj ste pa vi imeli v oktobrski revoluciji. V Sloveniji pa neverjetno programno. Če bi pozvolil, bi rekel, da je to duh časa tam. Tako da, hvala. Hvala.